ok, jaz sem lih ta 90, ne, dal skozi, vi ste dali še kaj več, ne. Zdaj hotel reči, da smo stari, ne? Ja, sej ste, ne. Dejansko ste v bistvu ostanek v teh filmih, če gledaš iz 90-ih in to so pa iz starega sveta. Čekaj, ti to zdaj snimaš? Seveda, se snimam. Se pritisnil pa? Snimam. Ja, glej, pač enkrat se začne tako, drugič se pa začne drugače. Ja. Zgleda, tisti ni bilo namenjeno. To se potrudil za vic na začetku. Tizga bi tako ven odrezal. Bil si me. Da gremo v prihodnost, zdaj se neko njemu za 100 let naprej in debatiramo, kaj bo. A ja, se ta je bila v bistvu dobra. Ja. Kje mi vidimo svet čez recimo 100 let? Ja, mislim, 100 let, jaz mislim, da je ful daleč naprej, ne. Da to noben ne more vedeti, kje bomo čez 100 let, ne. Lahko smo v bistvu v dveh smereh, ne. Lahko smo zelo ful napredni, pa imamo leteča vozila, pa ne vem kaj še vse, ne. Back to the future zgodba, ne. Lahko pa smo spet unga bunga, pa spet hodimo z gorjačem okrog. Si točno to, ne. To se ni zadnjič razmišljal, ne, se neko dva ekstrema ste lahko, ali bomo šli totalno neka digitalno življenje, ne? Ali pa totalno going native, njiva, že spet kot je bilo, ne? Tako da, ja, oba skrajna scenarija sta možna, ne? Ali eden, ki bo totalno z naravo povezan, ali pa eden, ki bo Jaz sem pisal, če bi šel po korakih, ne? Če bi prišel po korakih, je v bistvu ful velika verjetnost, da bomo šli ful v futurizem, ne? Ker človek tako v osnovi skozi strmi k temu, da si v bistvu olajša življenje, ne? Veš, da si greš po liniji najmanjšega odpora, ne? Da imaš tiste osnovne stvari priskrbljene, ne? Tako da v bistvu jaz mislim, da smo na dobri poti, glede na to, da smo šli da so naši starši šli, oziroma naše babice so šle od Motike do Marsa skoraj, ne? Čekaj, ti to zdaj snimaš? Seveda, se snimam. Se pritisnil pa? Snimam. Ja, glej, pač enkrat se začne tako, drugič se pa začne drugače. Zgleda, tisti ni bilo namenjeno. To se potrudil za vic na začetku. Tizga bi tako ven odrezal. Bil si me. Bi mogel dati ono črno ozadje za črna epizoda, ne? Pa bi povedali še kakšen črno vic. Črno vic, ja. Ne, veš kaj, v bistvu mi bi mogli kazati skozi, pa se nekaj take, ali bo pa napis. To je rekel, ja. Pa spet on neki krili z rokami, to nekaj predstavljaš. To bo politično korekten podcast. Nemi film. Mi bomo imeli politično korektne podcast. Neč grdih, čudnih vicov. To smo že šli, zadnji smo že prekoračili to mejo, ne, v besedi na K, tako da smo šli smo že raztegnali to gumico. Tako da ja, vidiš, vedno gremo dalje, ne? Ja. Mislim, jaz se probam čim bolj tako zadrževati. Ja. Ne, mislim, jaz nikoli nisem uporabljal takih besed, no. Da bi zdaj šel v te neke vulgarne, pa tak, no. Ja, ko si se kaj razjezil, pa tako. Pa niti ne to tak, no. Nisem imel nikoli tistega nekega feelinga, da bi pa zdaj mogel tam zaklet pa to, ja. Ne, mislim, vse že kaj rečeš, ne taka, ne, da bi pa zdaj mogel pa ultra uporabljati pa skos, ne, pa. Ne, jaz sem tudi takega mnenja. Jaz tudi kakšenkrat, zakovnem, nekaj me nekaj razjezi, pa tako, da sprostiš tisto svojo napetost, ampak po drugi strani pa zelo sem prepričan v to, da moraš paziti, kako se izražaš. In da to odraža tebe kot osebo in kako te drugi ljudje vidijo in kaj daješ drugim ljudem, a ne v tem smislu. Ne? In s tem, kaj daješ kletvice, daš negativno ven drugim ljudem. Ne? Če pa se zadržuješ, pa se praviš drugače lepše izražati in daš lepoto in daš dobro energijo. Ne? Moje mnenje, no, tako. Tako da je fajn, da si mindful, da si prisoten v tem trenutku in da probaš nekako se čim lepše izražati. Ne? In kako se bo izražali čez 100 let? Ne vem, telepatsko. Tako bojo 3 sedeli na podcastu in bojo tih in bo sam zunaj začmivaš, ko se bo kregali. Imam feeling, da ne bo noben sedel več, ne? Ko se bo smejali, bo... Bojo sedeli kje drugje, se mi zdi, ne v podcastu. Ja, pa ležali v nekem virtualnem... ležali. Ja, meni se zdi, da zmerom pride do tega nekega balansa kot človek, ne? A veš, recimo 1000 let nazaj so tudi bili kmetovalci, danes smo še zmerom kmetovalci, ne? A veš, še zmerom greš na vrt, pa si... Ja, to bo ostalo, itak to bo tako, ne. Zdaj tudi folk se mi zdi, da je začel ugotavljati, ne,
Da vseeno ni toliko pametno se zanašati samo na te neke sistemske rešitve. Ne? Sej vidiš, kaj so neke bile poplave, neki te eventi, ne? Takoj panika, kje bom zdaj dobil vodo, kje bom zdaj ono, kje bom tretje. Ne? In folk je začel, nekateri so pol začeli, so stopili korak nazaj, so rekli, zdaj bom pa jaz malo sam probal, ne bom se več toliko zanašal na sistem. Ne? Zdaj, kaj bo pa v prihodnosti, pa je težko vprašanje. Ne? Zdaj, če greš v to neko digitalizacijo, hardcore, ne? Kaj to pomeni, da boš bil tam na eni infuziji ali ne vem kaj, ne? Pa boš bil, ne vem, v nekem svetu, ki je totalno virtualen, ne? Pa boš, ne vem, hrano dobival po neki drugi poti, ne? Veš, to, mislim, to je zdaj vprašanje, kam gre, ne? Kam gre svet z to mentaliteto, ne? Ker se mi zdi, da mladim se ne da več s tem obadati, ne? Da bi se rekli, ja, zdaj pa daj med svojo njivo kuhati, ne vem kaj, ne. Imaš pač nek ekstrem, ki rečejo, ok, to je zdaj tumačne, to, kar se dogaja v svetu, ne, bomo mi pač sami. Ampak dosti mladih še vedno se mi zdi, da se ful zanašajo na te in restauracije in volte in tako naprej, ne. Tako da, ja, lej, mislim, se jih da zdigitalizirati, tako bom rekel, ne. Mogoče jim bi celo pasalo to. Veš, da se jih odreže, ne, pa da imajo pač ta nek svoj svet, pa da jim tam dogaja na polno. Na subscription. Ja, na subscription. Ker tudi to moraš razumeti. Recimo, ok, jaz sem lih ta 90-a ne dal skozi, vi ste dali še kaj več, ne. Si hotel reči, da smo stari? Ja, sej ste, ne. Dejansko ste v bistvu ostanek v teh filmih, če gledaš iz 90-ih in to so pa pred. Vedno bil nek dogodek, ko je bilo Pred Jezusom, ja. Ne, recimo je bila neka kataklizma, ne. To so pa iz starega sveta. Se pravi, če bi zdaj svet razdelili, ne? Se pravi, 90-a so tisti nek menik, ne? Ja. 90-a, potem je itak 2020 je en velik menik, ne? Oziroma 2000 je tudi kar menik, ne? Jaz mislim, ali bi to še sodili, bi še to sodili noter v ta segment 90. Jaz tehnološko, ko gledam, tako tu malo za nazaj, recimo, se mi zdi, da 80-ta so bila neko obdobje, ko je imel ful neko upanje za neko prihodnost in dejansko si je predstavljal, da bo ta prihodnost ful boljša kot takrat, ne. Pa so prišla 90-ta, ko se je začelo to počasi uresničevati, ne. Prišel internet, računalniki, poluni, messengeri, vse se je zdelo ful idealno, ne. Po se pa meni zdi, da tam od enega 2.8 naprej, pa je to začelo vse skupaj stagnirati. Telefoni so že bili, računalniki so že bili, socialna mreža so pač že prej bila, po je prišel nov koncept, recimo Facebook pa to, ne. Pa se mi zdi, da mogoče, vsaj pri meni, imam ta nek občutek, da smo se tle zadnjih 10 let ali pa rečemo 15, da smo se malo ustavili. Zgubili. Ja. Pa niti ni tega upanja več, se mi zdi nekega tega optimizma. Veš, da sem jaz to tudi razmišljal. Sem rekel, ko sem bil tam v 90-ih, to se mi je zdelo vse ful optimistično, pa kako bo vse super in kako bom odrastel in bom ne vem to in bom uno in bom tretje. In to je bilo isto tam, da je ne 2.5, mogoče 2.8, ne vem tam. Pa kar nekrat, kar ni več, kar zgubilo se ta optimizem, zgubilo se vse. Čeprav živimo lepše, kot so mogoče naši starši, imamo več materialnih stvari, ni pa unga optimizma, se mi zdi več v smislu, kaj vse se bo še bi se lahko zgodilo, ne? Škaj pa jaz vidim, da je dejansko od tistega obdobja, od socialnih omrežij naprej, ne, se je pa v bistvu algoritem začel graditi, ne. Se pravi, smo začeli v bistvu polniti algoritem. Ja. Kar pomeni, da smo dejansko dali vse informacije sebe, smo dali noter v nek računalnik, ne, in smo v bistvu feedali zdaj ta algoritem, ne, ki nam pa zdaj v bistvu daje nazaj rezultat pa odraz, kaj smo mi, ne. Ker dejansko ti, ko greš na Facebook, ne, ti dejansko daje točno to, kar tebe v bistvu najbolj zanima, oziroma kaj te hrani, ne, po domač povedano, ne. In je individualizem na ful visoki ravni. Ne. Ker ti v bistvu daje samo tisto, kar je tebi pomembno, ne. Mislim, ja, optimizirano je glede na per person, tako rekel, je optimizacija dejansko, da si fokusiran točno na tisto, kar rabi.
Točno to je. Ampak ali je to zdaj neko bistvo, ne? Življenjsko? Ne? To ni. Ne? Mislim, to je ono, kar smo prej rekli. Ne? Takrat si imel nek optimizem, tehnološko, kaj bo tebi to prineslo. Ne vem. Lahko se bom z nekom povezal in govoril, ne vem, z njim na drugem koncu sveta. Ok, cool. Lahko bom, ne vem, mislim, razumeš, kaj hočem reči. Ne? Vedno je bilo to nekaj, če je zdaj dobro, ne? Kaj še bo. Ne? Kaj še bo, ja. In dejansko se mi zdi, da tam, ja, kot smo rekli, 2.5, 2.8, je prišla ta neka meja, ne? Ko je svet ratov, je tehnološko naprednejši in vse, ampak je ratov ful tak brezbaren. Ne? Ampak to vidiš tudi po stilu oblikovanja. Ne? Prej si imel ta, kaj je bil, Fruit Trigger, Aero, pa 2000 stil, ne, ki je bilo vse ono plavo, barno. Ne, in to. Zdaj pa minimalizem. Ne? Ja, ampak po čemu si ti to videl? Po Windowsih. Ne? Ja, to je res. Je prišel XP, lepo ono barno. XP je recimo odražal to bo nekel stil, ta 2000, ko se reče. Ne? To je bil stil 2000, se je rekel. Jaz bi rekel, ne, da odražal, da je vplival na ta stil. Ne, jaz mislim, da je stil bil že prej, ker je že video spoti, recimo, so bili tako posneti, taki, ja. Pa ne vem, plastične stvari, žive, prozorne, da se notri vidijo detajli. Ne. To je pa prišel pa Windows Vista, ne. To je bil pa ta Fruit Trigger Aero stil, ne. Isto to, prozorno, bla, 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 barno. Ne? Pa kar naenkrat so prišli te minimalizmi v smislu, da imaš ti neko ploščico, gor črn nek, recimo, ne vem, logotip, ne? In decit. Ne? In dejansko meni že po temu se mi je zdelo, da to ne voli neko pametno obdobje. Ne? In je dejansko tako. Ne? Zdaj, če greš ti pogledati, tudi stavbe, ne? Se gradijo minimalistično. Luči niso več rumene, temno rumene, so vse iste, ne, bele. Ulice niso več zvečer oranžne, ne, so bele. Ne. Dejansko vse to je belo. Ne. Tako se mi zdi. Neutralno. Ja, neutralno. Ne. Sive barve, trgovski centri, jaz se spomnim, na začetku vedno je bilo barni so bili, ne. Pa je začelo vedno to, se sili ta minimalizem, ni bilo več tega nekega vzdušja pametne. Tako da jaz mislim, da po tem trendu bi rekel, da gremo po tej poti naprej, da samo v bistvu še bolj gremo v to minimalistično kulturo in da baro ne bo več, ne. Mislim, svet bo si v črno-bel, ne, dejansko. Ne bo karakterja, ampak bo vse skupaj blend. In to tudi človeka pol naredi takega apatičnega, ne, dejansko nimaš nobene volje za nobeno stvar. Ne. In ali je to načrto? Tako? Ne. Možno. Ne. Tudi spletne strani, ne, če se spomniš, recimo, ne vem, 2.5, 2.4, to je bilo vse barno, to je vse skakalo ven, une neonski napisi, pa ono blinkanje. To ne pomeni, da je bilo to dobro, ne, kar se dizajna tiče, ampak ja. Ja, to itak, ne, ampak zdaj pa tega ni več, ne. Ok, sej to se strinjam, da je bilo malo tumač, ne. Ampak zdaj pa imaš strani, ki so minimalizem do kraja, ne. Imaš pač neke informacije in to je to, ne. Ni več teh barvnih schem. Dansko ni nekih konkretnih dražljajev, ki bi te neko čustvo v tebi vzbujala, ampak je vse tako blend, da dejansko ni nobenih čustev, da dejansko si samo si kot da si mrtev, se počutiš, ne. Dejansko si tudi po ulicah, če hodiš, ne. Pa gradnje, recimo, ne, poglej si nove bloke. To je vse isto, ne, mislim, je nek cubicle in decit, ne, notri folk živi. Pa misliš, da se bo ta trend obrnil, ne? Mislim, veš, ker recimo, ne, zmerom prideš do nekega ekstrema, ne, in zdaj takoj, ko se začneš recimo v ekstremu pogovarjati, ne, se pa na drugi strani zmerom najde alternativa, ne, ki začne drugače razmišljati. In recimo ogromno umetnikov, recimo, ali pa ko greš, ne vem, recimo na take strani, ko so za dizajn pa tako naprej, ne, se veliko vračajo nazaj v tista 70, 80. Vedno so neki cikli, stvari, ki so že bile na novo spet. Ampak jih preoblikujejo. Ni oni pravi občutek, ne? Veš, kaj hočem reči. Da bi bilo nekaj na novo, to misliš? Mislim, imaš ti nek nov trend, folk se obleče, ne? Da zvonec že spet kavbeke. Ampak ni kot je bilo, recimo, ko je bil nek trend, pa mogoče se je pol ponovil, ne? Pa si začutil to neko, ko bi rekel, neko energijo tega trenda. Ne? Zdaj se mi zdi, da je to, ne vem, neka muha enodnevnica, traja, ne vem, par mesecev in pol se trend že spet obrne kar nekam. Ne? In je
okolje, v katerem je ta trend, je še vedno toliko minimalistično, da sploh ta trend ne prije do nobenega izraza. Dejansko je tam notri kar nekaj. Ne? Jaz mislim tudi, da stvar minimalizma je to, da ko si minimalističen, si lahko všečen večjemu krogu ljudi, kot pa če nisi minimalističen. Recimo z mojega pa če sem se veš na oblikovno hodil pa tako naprej, ne? Tudi te spletne strani, ki sem delal pa tako. In sem videl, recimo meni je kar zahtevno najdeti neko dobro barvno kombinacijo, ki bi pa zajela, ne vem, večji krog ljudi, da bi jim bilo to všeč. Ne? Veliko lažje je imeti črno-belo stran in to bo zajelo največ ljudi. Ne? Največ ljudem boš tako všečen. Če boš čim bolj blend, čim bolj splošen, ampak splošen pomeni, da nimaš nobenih barv, da nimaš, razumeš, nimaš nobenega karakterja, nimaš nič, razumeš, v tem smislu. Če pa imaš nek karakter, boš pa enemu delu všeč, enemu delu pa pač ne. In si ne želimo, da bi bili nevšečni, recimo, določenemu krogu ljudi. Mi se želimo, da nas ima čim več ljudi rad, da smo čim bolj všečni. Da imaš rič. Ja, in mislim, da je to tudi odraz tega. Ne? Ja, je pa mogoče tudi odraz, da taki ljudje so ratali. Ne? Mislim, moraš se ti prilagoditi stilsko. Je pa hkrati tudi minimalističen dizajn, je tudi kao nek odraz prestiža. To pomeni, razumeš, meni ni treba. Ne? Jaz sem prestižen, ne? Jaz sem cool. Ja. Razumeš, v tem smislu. Lean. Ja, tako, ja. Tako da zaenkrat gre v to smer. Ne? Se mi zdi, da tehnologija to puša, ta minimalizem. Ne? Da niso več te neki detajli, hudi detajli, recimo barve, to, da ni več to toliko pomembno. Svet se dela dejansko pust. Ne? Kaj je razlog za to? Ne? To pa ne bi vedel ta trenutek povedati. Lahko samo špekuliram. Ne? Da mogoče, če naredimo ljudi bolj apatične, ne? Da jih bo dalo pol, ne vem, lahko mogoče bolj kontrolirati, se ne bojo brigali za druge, ne? Bo rekli, kaj me briga. Ne? Tega je zdaj ratalo dosti, se mi zdi, da nobenega ne briga za nobeno stvar. Ne? Jaz mislim, da tukaj je ful stvar všečnosti, bolj kot karkoli. Recimo, če gledam, ne vem, če si videl te spletne trgovine, ko so razno za obleke, te stvari, da so vse ful podobno narejene, na isti način. Ja. Ampak so uporabniku prijazni zaradi tega, ker so enostavne, to pomeni, so všečne uporabniku, ker so vse iste. Ne? In ti vsako, ko boš prišel, boš točno vedel, kaj moš narediti. Ne boš imel nobenega konflikta, nobenega trenja. Ne? In je po eni strani to z uporabniškega stališča je cool, sem po drugi strani, če pa ti nimaš v življenju trenja, se nič ne naučiš, veš kaj mislim? Ja. Ne napreduješ, ne? Če nimaš trenja. Ne? Je prijazno uporabnikom, ampak ni, razumeš, ne dosežeš pa neki z osebnega stališča nekaj. Ker mi moramo iti čez neke prepreke v življenju, čez neko trenje, zato da nekaj dosežemo, da nekaj se naučimo, da nekako zrastemo. To da ja. Recimo to vidim tako, da sistem sam po sebi je postal v bistvu ključ, ni več postal posameznik. Ne? Ja. In ker sistem je ključ, ne? Mora biti vse nekako zloženo v to neko sistemsko matrico, ne? In da sama od sebe deluje in da ti kot posameznik nisi pomemben, ne? Kar pomeni, da na ta način daš stran kreativo, ne? Pa to barvitost, ne? In ker je sistem dal to, rečemo, stran, ne? Avtomatično pol tudi ni več potrebe po kreativnosti, zaradi tega, ker niti ne prideš več do izraza. Ne? Ja, brezvezno je priti do izraza, se meni zdi. Ja, samo istočasno nas ta sistem pita z neko filozofijo individualizma, da jaz sem pomemben, noben drugi ni pomemben in jaz hočem točno tako, kot sem si jaz zamislil in drugo ni pomembno. Veš kaj, ko smo se pogovarjali prej o tem, kaj ti pol servirajo. Sem zanimiv, ne? A veš, algoritem je pa tako ozek, ne? Da samo ta spekter pride do izraza, pa čist noben drug. Tako, ja. Se pravi, samo ta, nič drugega. Pomembna je samo pozornost, prve 3 sekunde. Če si v prvih 3 sekundah dejansko pridobil pozornost, ne? Si je mogoče ga še lahko zadržal do 10 sekunde, če si ga do 10, 15. Ne? In prav segmenti so, kako ti vodiš človeka skozi nek proces, ne? Recimo en takih dolgih pogovorov, ne? Da vsake toliko časa mora biti neka zabavna vsebina, nekaj presekati z nekim vprašanjem, ne? Ki je čist XY od tiste neke teme, ne? Ki se recimo čez celo pot držala, zaradi tega, ker zelo težko se nekdo zadrži fokus, pa se 2 ure pogovarja samo o temu, recimo. Ne? Ker mu v bistvu postane vse isto. Ne? To je res, ja. Ne, se mi zdi, da je bilo več te kreative. Se viš tu po, recimo, satira. Ne? Ni več teh oddaj, ni več nič. Ne? Mislim, se mi zdi, da se zgublja ta nek, ne samo barve, ne? Se izgublja nek smisel človeka,
njegovega razmišljanja, njegove zabave, njegovega, kako bi rekel, neke zafrkancije, ne? Ni več tega, ne? Dejansko. To je ratalo očitno brez veze. Ne? Še recimo 90-ta so bila, mislim, da pik recimo tega, da so bile razne oddaje, ki se je po domače povedano sprdal iz nekoga. Ne? Se mi zdi, da pa je to ratalo tudi malo in prepovedano, pa tudi se mi zdi, da ni več toliko sprejeto med ljudmi. Ne? Vsi to je brez veze. Okay. Mislim. Ne? Se mi zdi, da vse skupaj je tako sivo ratalo. Veš, mogoče je bila napaka, recimo ta starejša generacija, pri njih je bila mogoče napaka ta, da so videli več svetov, ne? Pa imajo pač to neko nostalgijo za določenimi obdobji. Ne? Verjamem pa, da recimo te mlajši, ne, oni so recimo vzgajani v tem nekem monotonskem duhu, okolju, ne? Mogoče je pa to njim čudno. Ne? Takrat je bilo pa vse toliko kompleksno. Ne? To je brez veze. Isto, mogoče za njih je to lepo, ne? Veš, kaj ti hočem reči. Ne? Mogoče se nam zdi katastrofa, da nima nobenega življenja, vse skupaj. Ne? Mogoče pa je njim fajn. Ne? Mislim, mogoče oni rečejo, takrat je bilo brez veze. Čeprav... Veš, ker ti recimo ti imaš določeno obdobje, ko imaš tudi revolucionarja. Ne? Ti imaš zmerom v vsaki generaciji imaš, ne vem, 1/3 ali pa 25% imaš nekih revolucionarjev, ko grejo izven teh črednega nagona. Ja, iz okvirja, to če ne. A veš, in ti tak posameznik, ne, a veš, se ne bo zdaj, a veš, zato so recimo, vse tudi v naši generaciji, a ne, so bili pa punkerji, ali pa so se čisto drugače obnašali, ne, mislim, mislim, oblačili in obnašali, ne, v osnovi, a ne, potem je prišel nek rap, pa hip-hop, pa tako naprej, se pravi, zmerno bila v bistvu neka struja, a ne, ali pa neka struktura kulture, ki je štrlela ven, a ne, veš, in naši starši so na nas gledali čisto drugače, ne? Tako pa mi danes gledamo na mlajše. Ne? Ampak vsak je pa imel nek svoj stil. Ne? Dejansko smo bili, ne vem, jaz sem tudi poslušal rap, ne? Pa tudi smo imeli kakšne hlače tašne, ne? Reperske. Ne, rap se je poslušal, še zdaj ga poslušam, meni je rap v redu. A ste si vedno lepo oblačil? Kako? Ja, kavbojke so bile. Pač ni bilo trenirke. No. Danes, če greš ti v osnovno šolo ali pa v srednjo, po mojem nimaš več punkerji, rockeri, tega ni več. Te subkulture, tega ni več. Ne. Takrat si imel ti, ne vem, ti točno jo, ta je raver, ta je vse je bilo. On je prišel z zelenimi lasi, on je prišel z rokezo, danes pa se mi zdi, da se je to ful izgubilo. Kolektivno se mi zdi, da se tle vse dajo ven predalček, ne, in to se zdaj pelje naprej. Ne. Next stage. Ne. Zdaj, kaj je ta next stage? Ne. Si imel enega tega od Facebooka, ne, on je hotel virtualni svet uvesti, ne, da se bo tam folk družil. Svet, ki je, že zdaj je svet siv, ne, in ni nič od njega. Ne. Razen to, da če greš v gost, dobiš pač občutek, da nekaj je. Ne. Oni so hoteli narediti svet, ki ima še več minimalizma, ne? Da imaš ti samo en avatar in decit, ne? Da si tam notri v nekih 3D prostorih z nekimi animacijami, ne? In to je to. Ne? To pomeni, da bi ljudje še bolj izgubili ta občutek za, ko bi se temu reklo, ne? Za neko ustvarjalnost, raznolikost, ne? Jih bi še bolj stisnili skupaj, ne? Da so isto dejansko. Še več sivine. Pa se v bistvu ta metrica, ne, pa ta sistem dejansko to dela, ne, vse v bistvu daje v ta nek ozek spekter. Ne. Ja. Recimo že pri prinos ali pa recimo informacije, ki jih dobivamo. Ne vem, 100 let nazaj, ne, je dejansko bil časopis tist, ki je bil eden izmed delitev informacije. Ne. Še prej je bila v bistvu samo neka beseda, pa se to prenašali iz roda v rota. Ne. Potem na neki točki je prišel radio, pa prišla je televizija, ne? In vsak nov medij, ki je prišel, je v bistvu vedno več ljudi dal v ozek spekter informacij, ne? Ki si jih ti prejemal. Ne? In vedno ože je bilo. Ne? Zdaj smo pa v bistvu že na ChatGPT-ju, ki ti da samo en odgovor na tisto, kar si ti vprašal. Ja. In bo dal vedno samo en verified odgovor, ki je za njega, ki ga je nekdo v zadnji fact-checkal. Razen te ti da 2 odgovora, pa te vpraša, kateri odgovor ti bolj všeč. Razen takrat. Ja, tam so zanimivo, zakaj to da, ne? To testirajo, to je isto izbiranje podatkov. Mislim, ti poveš, kaj je boljše in oni imajo
model bolje natreniran zaradi tega, ker si ti dal. Ja, je to že, sta v bistvu ful podobna, ne? Ja, ampak ni to isto. Mislim, za algoritem to ni isto. In jaz ga ponovadi ignoriram, ker se mi da s tem zdaj ukvarjati, pa tukaj analizirati, ker je odgovor mi boljši in to išem naprej in ponovno grem naprej. Tako da... Ne vem, recimo pri teh algoritmih, no, sem pač opazil, no, da je vse šlo na pozornost. Ja. Pozornost. In danes je zmaga tisti, ko pridobi največ pozornosti v svetu. Televizija je bila včasih ful močen medij, ki je ogromno pozornosti dobila. Mogoče še danes zmeram na določenih točkah, ko so kakšni pomembni dogodki, kakšne vojne ali pa kaj tazga greš recimo tam ali pa volitve ali pa karkoli. Takrat v bistvu to najbolj analiziraš tam. Vse ostalo je pa v bistvu razpršeno na YouTube pa na vse ostale medije. Jaz mislim, da toliko pušajo zdaj v to smer, da bojo naredili na koncu, rečemo čez 20 let, da posamezniki sploh ne bojo imeli več nobenega vpliva. Toliko bo to neko splošno dejstvo, da ti nekaj poveš, da dejansko bo neka uravnilovka in bo rekli, sej vsi vi nekaj povete. Okay, vse že danes isto, vse že danes tako, ni? Še enkrat si imel neke revolucionarje, ki so neki, ko so oni rekli. To je bil, mislim, to se je tresel svet. Zdaj pa imaš neke influencerje in tako naprej. Oni nekaj povejo in delajo neke trende. Ampak teh je vedno več. Veš, kaj ti hoče reči? Ti, ko jih boš imel, ko bo vsak drugi nekaj povedal, pa imel možnost nekoga nagovarjati, to pomeni, da se bo to izgubilo. Ti boš imel toliko šuma, da ne boš najdel več revolucionarjev. Boš težko, oni ne bojo prišli več do izraza. Če bo kaj revolucionalnega povedal dansko na ne, bo rekli, to je brez veze. Nekdo bo povzel jaz mislim, da smo že to fazo dali čez. Ja, čisto možno. Internet je v bistvu že dansko dobesedno to dosegel. Imaš tam recimo te močne influencerje, ne vem, Joe Rogan pa Alex Jones pa tak naprej, ko so bili res ekstremi, a veš, ampak so že irelevantni. Danes imaš pa toliko drugih, vsak ima malo nekega vpliva, da se je to porazdelilo že malo. To je neka vrsta demokracija. Ja, samo že spet, boš prišel do neke točke, ko bojo že spet vsi enaki, mislim. Kaj, to pomeni, da se pač treba nehati izražati, ali kako misliš? Ja, drugače se rabi pol začeti izražati. Na drugačne, isto kot so prišli influencerji in so se oni začeli izražati kot se, bo mogoče pol nek drugi kanal v prihodnosti, ne vem, čez 20 let. Kaj jaz mislim, težko si je predstavljati. Sej tudi 20 let nazaj nekdo, če bo rekel, ja, tvoj sosed bo neki palamudu, pa ti ga boš poslušal, bi si bo rekel, kaj govoriš neumnosti. Lihto je fora, mogoče tukaj gremo iz konteksta, recimo en Joe Rogan dosega, ne vem, praktično, mislim, ne bom rekel cel svet, ampak zelo veliko število ljudi po celem svetu. Večini ljudi nam se ni treba izražati celemu svetu, da izstopati pred celim svetom. Ti pač imaš nek svoj krog ljudi, nek svoj tribe in tam je pomembno, da se sliši tvoj glas. Izven tega triba je čisto vseeno, se tvoj glas sliši, jaz ne. Veš, kaj hočem reči? Mislim, ne, če me razumete. In to se bo vedno slišalo. Poanta je glih v tem, da imaš ti svoj krog ljudi, recimo Mitri je tukaj, nekako, kaj jaz govorim, ste videli, tih se slišim, me slišita in isto je obratno. In takrat bo še vseeno se mi zdi ista stvar. Ni mi pa pomembno, da se zdaj slišim, če bom jaz nekaj na Facebooku napisal, da bo cela Slovenija vedela, kaj sem jaz napisal. Meni osebno to ni toliko pomembno. Se mi zdi, da večini ljudi to ni toliko pomembno. Ne, sej to se strenjam. Mislim, jaz gledam iz mojega stališča, iz mojega stališča vidim, da je toliko šuma, da dejansko teh udarnih ljudi, ki bi imeli res nekaj pametnega zapovedati, pa da naredijo spremembe neke, jih ne najdeš več. Mislim, je toliko... Jaz mislim, da grejo v bistvu ti posamezniki, grejo zmerom v ta ekstrem, zaradi tega v bistvu ven sekajo. A veš, ne se pravi, a veš, ti imaš ne vem, pač... Ja, ko jih imaš ti 1000, ki ven sekajo, nimaš več revolucije. Ti moraš med tega, ki seka 95%. Ti ga imaš, recimo, sam ga imaš ful kratek čas. A veš, se pravi, za tiš čas, ko on izjavi neko ostro informacijo, je takrat ven skočal. A veš, in takrat je lahko je to en teden, lahko je 14 dni, lahko je... 3 tedne noben ne ve več za njega. Ja. Jaz bom tako rekel, revolucionarji uniji, katere bomo brali čez 30 let. Da bo bil tam, ne vem, rečemo, da bomo imeli ugrajen čip v glavi in boš lahko brskal, recimo, ne vem, neko Wikipedijo, to zdaj neko teorijo dajem za naprej. In boš rekel, dej, gremo pogledati, kdo je pa ta in ta. In če bo tam bil nek članek, ki ga bo ne vem koliko ljudi prebralo in razumeš, kaj hoče reči, to je pol nekdo, ki je pustil nekaj za sabo.
Danes, recimo, imaš ti toliko influencerjev, ki vsak pove neko svoje mnenje, pustijo nek pečat. Ampak to čez 3 tedne noben hudič več ne ve, kaj on rekel. Ne? Veš, vsi smo imeli zgodovino. Mi se učimo, kaj je rekel tam Cezar. Veš, mislim, to so bili revolucionarni. On je nekaj rekel 2000 let nazaj in ti danes to bereš. Jaz bi tukaj malo drugače povedal tole, ne. Jaz mislim, da je bil to interes, da se ta njegov zapis ohrani, ne. Se lahko, da so v tistem času je bilo veliko barvitosti, ko so se mogoče čist na isti način pogovarjali. Ja, to je definitivno. Ampak je v bistvu bil interes, da se ta njegov zapis ohrani, pa ga mi danes poslušamo, pa beremo. Ne? In isto bo zmagovalec, recimo mogoče z današnjega časa, ne? Izbral, katere informacije bo učni sistem dejansko dajal naprej, pa rekel, ok, to je pa fact checking. Jaz mislim, da v zadnjih 10 letih nobena knjiga v šolskem sistemu ni povzela influencerja. Kaj je on rekel? To ne lahko stavim vse, kar ima. Jaz mislim. Je pa kakšnega politika, kakšnega, razumeš, kaj hočem reči. Ja, vodilnega, neko vodilno osebnost. Ko je nekaj rekel, si je folk zapolnil. Je rekel, ne vem, ok, ta je to rekel. Ne? In čez 10 let, ko boš ti z nekom to podebatiral, bo rekel, ja, ta je pa to rekel. Ne? To imaš še recimo v zgodovini, recimo, če gledaš zdaj sam, ne vem, 25 let nazaj, ne, se pravi, ne vem, tam na 2 dvojčka, ko sta padla, ne, je bil napad na Iran, George Bush recimo izjavljenih par takih izjav, pa tako naprej, ne. Pol je bil ta Big Short, ko je bil film narejen, ne, za to, ko je on šel v bistvu kontra nepremičninskemu trgu. Ja, zelo dober movie, ne. Veš, recimo, on se recimo tudi doskrat pojavlja, ne, ko kaj recimo, veš, so določeni posamezniki, ne. Potem v bistvu imaš tudi Bill Gates, imaš Facebook, veš, to imaš v bistvu res dobesedno samo te neke politične, pa mogoče res neka podjetja, ki so res v vrhu, ko imajo v bistvu največ vpliva. Revolucionarni so tisti ljudje, ki so disruptivni za trenutni sistem. Ker se nekako trenutni sistem je tak, oni pa grejo v kontrasmer in po možnosti še kaj doseže, oziroma je njihov glas ali pa dejanje ful močno kontra te smeri. Se Elon Musk je recimo eden izmed revolucionarjev, po domač povedano, ne. Je lahko bil, ne. Mislim, je v bistvu tipičen primer nekega revolucionarja. On ima moč. Problem je tukaj mogoče, kar jaz vidim, problem, da en revolucionar na enem določenem trenutku naredi nekaj revolucionarnega, ga smatramo kot za absolutnega revolucionarja, to pomeni vse obvlada, namesto da bi rekli, ok, to si zadev, ampak ni pa nujno, da si dober tudi za ostale stvari, ne. Vse vidimo to v naši politiki, ne bomo šli tam. Kar sem pa hotel reči, se opravičujem, če malo kontra, tudi kar se tiče tega šuma. Šum je pa zaradi demokratizacije medijev, ne zaradi drugega. Takrat svoj čas, ko smo bili mi še v 90. v Jugoslaviji ali kakorkoli že, si imel 1 ali pa 2, 3 televizije in to je bilo to, ok, mi, ko smo bili zraven Italije, je bilo malo več. Tako v sredi Jugoslavije si imel tiste 2, 3 televizije in to je bilo to. Si imel par radijskih postaj in to je bilo to. In tam tisti, ki je govoril, v tistem trenutku ga je večina države poslušala. Zdaj pa ti lahko imaš možnost poslušati in gledati, kar hočeš dejansko. Kar hočeš. Lahko bi vsak od nas skoraj svoj medij gledal na nek način in normalno, da prije pol do nekega šuma. Ne? Ja, mislim, ker imaš pol tudi folk, ki ti gre kontra. Ne? Prej si recimo imel enega, ki je bil ful vpliven, pa je nekaj povedal, ne? Pa je imel mogoče tam ene par še vplivnih. Ne? Ti danes kot posameznik, če hočeš nekaj reči, ti imaš 1000 drugih po Sloveniji, ki bo rekli, to, kar govoriš, to so neumnosti. Ne? In ne boš prišel do izraza, zato če boš povedal, kaj pametnega. Mislim, dosti krat te zatre vrkali. Ja, ampak to zakaj? Zaradi tega, ker mi vsak svoj pogled, moj pogled je iz mojega konteksta, tvoj pogled je iz svojega konteksta. In ni problem v tem, a imaš ti prav ali nimaš prav, problem je v tem samo, da si ti v drugem kontekstu. Dejansko. Problem je, da imamo vsi pravo glasanje. Ja, ampak smo tudi vsi v drugem kontekstu. Ja, itak. Sej, nič narobe. Ne? Jaz samo gledam iz mojega stališča, kaj to pomeni čez 30 let. Ne? Čez 30 let pomeni, da vsi bojo povedali vse in sistemu pa čisto všeč to, zato ker noben ne bo prišel več do vpliva. Ne? Vsi bojo nekaj povedali, ampak le se bo ustavilo. Ne? Sistem bo imel vpliv. Ne? Sistem bo šel naprej in ti ne boš mogel več delati revolucije. Ne? Mislim se, kaj je revolucija, ne? Se recimo, če gremo mislim, revolucija v smislu nekih sprememb, ne zdaj, da boš ti naredil anarhijo, ne? Ven pa v filmih, da boš razsul vse. Ne? Ker včasih je bila revolucija. Revolucija je internet, recimo je bila revolucija, ne vem, to so bili ljudje, ki so to izumili. To so tehnološke revolucije. Ja, recimo, ne. Pa ne vem, kakšne verske revolucije. A je zdaj tehnološka revolucija, recimo. Tako, ja. Ampak recimo,
ta ARPANET in to, ko so delali, da so oni vedeli, da bo to neka revolucija. Oni so rekli, da gremo mi nekaj novega narediti, pa da vidimo, ne, to nam zdaj danes koristi, mi si bomo izmenjali informacije, nam bo lažje. Ne. Oni niso razmišljali, kaj bo čez 30 let. Ne. Danes pa se mi zdi, da se ful razmišlja, kaj bo čez 30 let. Ne. Recimo, nek OpenAI, to niso bili neki entuzijasti doma, ki so rekli, zdaj pa bi mi nekaj naredili, da bo nam lažje. Oni so rekli, mi moramo nekaj narediti, da bomo zaslužili milijarde. Tle se mi zdi, da vseeno je neka razlika tudi v tej miselnosti, kaj boš ti upeljal in kako boš upeljal in kaj je tvoj cilj. Enkrat ni bil cilj, da boš ti delal milijarde. Ok, so bile firme. Lej, tudi Microsoft pač in vsi tej so začeli, da bojo neki zaslužni. Ne? Ampak danes je pa to že takoj na začetku, ko imaš ti nek vpliv kot firma, rečeš, zdaj pa mi moramo iz tega potegniti ven ful. Recimo, meni je bila zanimiva debata. To se mi zdi, da je vseeno malo drugače kot to, kar je bilo prej. Ne? Meni je bila recimo zanimiva debata, ko je imel Selakovič enega nekega znanstvenika, imel v bistvu fizika, ne vem, pač nekega gosta imel, bom probal najti, bom dal noter link. Kaj govoril o AI? Ja, ko ste govorili o tem tehnologiji, ne? In je v bistvu ta možak rekel, da je danes recimo velikih start-up podjetij ali pa recimo podjetij, ki nastanejo iz garaž, ne obstajajo več. To je Blaž Zopan. Ja, možno, da bi on, ja. Ja, on je bil, jaz sem delal v njegovem laboratoriju. Aha. Pameten dečko, vedno se mi je zdel tak optimist za prihodnost. Po tem podcastu se mi zdi, da se mi zdi ta njegov, ja, če sem povedal o Blaž Zopan, sem ga to ne gledati. Ne. On je taka legenda, tako rekel. Ne. V Sloveniji, kar se tiče jaja, pa on pa Demšar. Nisem videl tega optimizma. Kot ga je imel takrat, to govorim, jaz sem bil 11 let nazaj v njegovem laboratoriju. Oni so se ukvarjali hardcore z umetno inteligenco. Imajo tudi to Marinko Žitnik, je bila študentka tam, ki je v bistvu, kar se tiče AI-ja v medicini, mislim, da je tako svetovna elita, ne? Ena izmed najboljših, če ne celo najboljša. Takrat je bila recimo v njegovem laboratoriju. Ful pametna. Ne vem, jaz nisem videl pri njemu tega optimizma več. Ne? Se mi zdi, da je bil tako... Ja, v bistvu opazil je, da je dansko ful veliko stvari kontroliranih. Ne? Ja. In da se ne spustijo več nekontrolirane stvari med ljudi. Tako. Spravi, vse je v bistvu nekako zračunano, naprej dogovorjeno, določeno, kdo financira, zato tudi recimo je ta moč kapitala, ne, skoncentrirana samo na, ne, rečemo, par 100, ne, nekih zelo bogatih posameznikov, ne, ki vsakem se svojem segmentu dejansko držijo neko svojo surovino, tehnologijo, nekaj. Ne. In iz tega potem v bistvu se sofinancirajo tudi ostali manjši projekti, ki jim potem rečejo OpenAI, pa rečejo, ok, zdaj bomo pa umetno inteligenco delali, ne, ki je po bistvu OpenAI sicer ni garažno podjetje. Daleč od tega. Je financirani strani Microsofta, pa Googlea, pa verjetno še. Večina takih podjetij nastane... Večina teh podjetij nastane tako, da neki zaposleni, ki so delali v teh gigantih, pa se odločijo, da bojo nekaj naredili. Niso to garažniki. Ne. To je folk, ki je imel 400-500 evrov plače, ne. In vsi v teh krogih ga poznajo, zato ker so bile to top firme. In ko se on nekaj odločil narediti, je takoj dobil neko podporo. Zato se ga je lažje, ko bi rekel, porivalo naprej. Ne. Recimo eni znanstveniki na nekem inštitutu leta 87, to so bili jih je bolj džoko po domače za milijarde. Ne. Da bomo korektni politično. Ja, tako. Ja. Njih je brigalo to, da bojo oni naredili neko novo tehnologijo, zato da bojo si olajšali vsak dan pri temu, kar dela. Ne. To je njih brigalo. Ne pa to, da bojo oni zdaj zaslužili milijarde. Ja. Drugačen cilj je bil, tako, drugačen kontekst, drugačen način. Ampak to so bili na koncu največji revolucionarji, ker so v bistvu toliko spremenili vse skupaj, ne, samo internet, koliko je obrnil stvari na glavo. Ne, da če bi jih danes vprašal, kaj si oni mislijo o tem, mogoče kakšno bi lahko bilo celo žal, bi rekel, to je bilo slabo, ne. Ali pa po drugi strani, ne vem, določene stvari so toliko boljše, da bi nekdo rekel, ja, to je pa bila zdaj res dobra naša poteza. Ne. Pa verjemi, da marsikdo od teh nima nič. Ne. Dejansko so navadni ljudje in živijo navadno življenje.
po vseh teh letih. Ne. Niso Pa milijarderji. te znanstvenike, ali kaj. Ja, razno razni. Kakšen je tu obogatev, ne more reči. Takrat, če tako pogledaš, je bil dostop v 80-ih, je bil dostop do znanja, ni bil tak, kaj je danes. Takrat si je bil relativno omejen. Si mogel študirati, tudi literature ni bilo neki ful in so bili samo določeni ljudje, ki so bili sposobni to narediti. Medtem, ker danes je znanje dostopno nam vsem in je ful več ljudi, ki temu sledijo, ne? Ki grejo v to znanje, se naučijo stvari in porazvijajo stvari. Ja, ampak trend ti pa narekujejo te korporacije. OpenAI ti reče, vi boste uporabljali te modele, tle imate, ne vem, MCP protokol, lahko delate agente. Ne? In zdaj vsi, zdaj bomo mi z agenti. Ja. Sej, nič narobe za vso to stvar, vsi to uporabljajo. Ampak zdaj je vprašanje, kaj je naslednji korak v tej sagi. Recimo meni je bil zanimiv podatek, to, ko si zelo rekel za šolski sistem, zapravi, kje so informacije dobival. Včasih je v bistvu šolski sistem, pa te visoko priznane fakultete so bile tiste, ki so mrežile. Glavni vir kakovostnih informacij. Pa tudi mrežile so podobno misleče in jih tudi vzgajale do neke mere. Se pravi, samo na teh prestižnih fakultetah si dejansko. Polagali so na njih upe, da bojo oni nekaj naredili, da bo to šlo naprej. Ja, tako. Oni so investirali v njih cajt, energijo, zato da ampak recimo, kaj je bilo zanimivo, da recimo te visoko priznane fakultete so pa v določenih segmentih so pa zdaj postale v bistvu nezaželene, ne? Ker je v bistvu informacij tako veliko na voljo, ne? In recimo podatek je bil, da naj bi v bistvu zavračali visoko te recimo določene fakultete ali pa določene univerze, na določenih delovnih mestih, izključno zaradi tega, ker so v bistvu preveč prestižne, pa preveč so v bistvu iz nekih slojev, ki omejujejo in kreativnost in še kaj drugega. Kako imaš slojev, kakih slojev? Vplivni ljudje. Vplivni ljudje so tam, veš, recimo na visokih univerzah, predvsem v Ameriki, v bistvu itak moraš veliko keša dati, zato si ne more to vsak privoščiti. In to so v bistvu določeni sloji. In ti sloji potem tudi politično vplivajo na to, kako se bojo določene stvari naprej odvijale. In en izmed teh je tudi, da noče imeti več takih kadrov v svojem krogu, predvsem rečemo, kreativnih projektih, pa tako naprej, ker omejujejo stvari. Ampak to je v bistvu zmeraj ta sprega med interesi, pa med politiko, pa med gospodarstvom, pa tako naprej. Ampak itak na koncu kapital zmaga, če tako potegneš črto. Ja, mislim, kapital narekuje tempo. Kako bo? Se, kaj si pa ti tam delal na tistem laboratoriju? Mi smo vodili Makerspace, takrat smo ustanovili Makerspace, da so te mladi hodili se učiti programirati elektroniko. In smo delali tečaje in neke, mislim, tečaje, delavnice. Smo probali nek plac narediti, ustvarjalen, da lahko ti ustvarjaš v njem. Inkubator, verjamem. Mislim, ne toliko zdaj za neke firme, karkoli, ampak to, da nekdo tam pride in reče, zdaj bom pa jaz naredil neko napravco, recimo. Pa je imel tam na voljo stvari, vso opremo in je lahko ustvarjal. Kakšna ti je bila izkušnja? Mislim, meni je bilo to fajn. Mislim, fajn mi je bilo že zaradi tega, ker sem lahko neko znanje dal nekomu. Takrat se mi zdi, da vse to v bistvu se upada s tem, kar delam trenutno. Se mi zdi, da ni bilo toliko nekega zanimanja iz strani študentov recimo za to področje. Pa je bilo fajn, da smo ga lahko predstavili. In danes pa recimo, ne vem, se imaš recimo te Arduino, te pa, ne vem, če poznaš, imaš te platforme, recimo, da lahko ti doma nekaj narediš. Ne vem, ljudje si delajo zalivalnike rož, avtomatizacijo hiše. Pač to je ratalo vse iz teh nekih projektov entuzijastičnih, da nekdo je, ne vem, nekaj naredil, nekje objavil in pol je nekdo rekel, ok, zdaj moram to naredil sam doma, pa v bistvu se nekaj navadil še zraven. Takrat recimo ni bilo še te kulture, teh makerspaceov, pa tega do it yourself, so bili, mogoče te modelari, RC, pa to, In mi smo nekako to probali, glede to, da tudi fakulteta za elektrotehnika je imela podobno stvar, da bi tudi mi to upeljali, da bi v bistvu ljudi motivirali, da probajo nekaj sami narediti, ne vem, neki izdelek, karkoli. To je bil njihov projekt. Takrat sem se jaz pridružil.
Ampak izdelek govorimo virtualni, mislim. Tako, Ne, mislim fizično. Fizično. Ja, dej, rečeš, ne vem, zdaj bom naredil, takrat smo delali, recimo, ne vem, za dijake. Smo naredili, ne vem, vezje, dali gor balon, motorčke od telefonov, te vibratorje in smo naredili, da preko z daljince jih furejo po faksu. Take, mislim, malo čez zabavo, ne, ampak na koncu si se lahko pa ful navadil, kako nekaj narediti. Ne. Kako nekaj deluje, da znaš to rekreirati v nekem drugem, za nek drug. Ja, lahko da mogoče nekdo je nekaj že naredil. Je rekel, lej, fuck, ne, jaz sem zdaj se nekaj navadil, ga je to gnalo naprej, mogoče danes naredil neki izdelek in ima mogoče neko firmo, ne vem. Recimo, primerno. Saviš, to je recimo zanimivo, ne, preko smo se pogovarjali tam v kuhinji, za to produktivnost pa to, ne, da je fakultete so pač tam zato, da nekaj naredijo, pa tako, ampak recimo to je podoben kontekst. To ni bilo nujno produktivno za družbo, ampak je bilo še vedno produktivno na nek način, da si se naučil nekega novega znanja, ki ga mogoče lahko apliciraš na nekem drugem področju za neko drugo konkretnejšo rešitev. Ne? Tako da to ni bil stran vržen čas, ne? To ni bil niso bila stran vržena sredstva, ampak nisi pa bil produktiven v kontekstu materialno, zdaj bom pa zato boš lahko ful denarja zaslužil. Ali pa nekaj ja. To se strinjam. Mislim, da tudi fakultete, pa šole, pa vse to, kljub temu, da je ogromno znanja na internetu, so še vedno pomembne, če nič drugega, da si v krogu isto mislečih ljudi, ki imajo podoben kako bi rekel, način razmišljanja, no, pač isto mislečih, ne, in delovanja za tega, da lahko rasteš v tem krogu nekem določenem, ne, v tem smislu. Ker je veliko boljše, če si v nekem krogu istomišlječih, kot pa če si sam za računalnikom. Ja, če si sam, boš težko karkoli. Jaz mislim, da so nujne. Nujne so še vedno, da so nujne, ker dejansko tudi recimo sam razvoj, recimo financiranje, ne, dejansko to prihaja iz proračuna, pa prihaja iz Evropske unije, ne, ker ti na tak način v bistvu proizvajaš nove tehnologije oziroma, kako bi rekel, nove pristope ali pa nove tudi tehnologije ali pa nove produkte, ki bojo čez čas postali nek standard v družbi. To je recimo za sončne celice recimo en tipičen primer. Ne. Recimo danes jih normalno imajo že ogromno število ljudi. A veš, cena recimo teh celic, ker je v bistvu, kako bi rekel, je v bistvu povpraševanje že zelo veliko, pa izdeluje se že v zelo široki meri, je v bistvu cena toliko nižja, ampak takrat, ne vem, 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj je bila pa to v bistvu čisto zlato, se pravi, je bila to proizvodna enega tazga dela, ker se je v bistvu financiral iz raznih inštitutov, pa Evropska unija je financirala razvoj, in preden je prišel to v splošno javno komercialno uporabo, je bilo treba ogromno sfinancirati teh raznih inštitutov, raznih znanstvenikov, pa nekoga, ki so to odkrivali. In potem nekaj enkrat pride nek produkt, pa reče, no tole je pa mogoče res smiselno, pa bo koristno za družbo. Potem pa pride počas v komercialno uporabo, pa je pa treba tu obdavčiti, pa denar nazaj zavrteti. In tu pol pridejo potem davki nazaj noter, pa vsa ta delovna mesta. To se pol na koncu obrestuje, ne? Ja, ker na koncu, ne vem, če ste videli, če veste, kdaj je Ray Dalio, je rekel, da se po kako bi rekel, veličina družbe se vidi tudi po tem, koliko se vlaga v šolstvo in koliko je pol iz tega izhaja iz inovatorjev, ljudi, ki inovirajo stvari tehnološke, da se pač država sama napreduje. Ne? Potem se vidi kakovost družbe in stabilnost družbe. Ne? V tem smislu. Da se mi, pa tudi kar se šol tiče pa tega, ne? To je okolje, kjer se naučiš, prvič dobiš neko kakovostno znanje, mogoče ne glih usmirjeno, oziroma mogoče kasneje na faksu že malo bolj usmirjeno, ampak se naučiš kritičnega mišljenja, če veste, kaj mislim, ne? Da vidiš, da stvari tudi niso črno-bele glih same po sebi in tako dalje, ne, v tem smislu. In iz tega pol izhajajo te inovacije, iz tega izhaja, da pol lahko narediš neko bolj kakovostno stvar. Ker če gledaš na svet črno-belo, ne boš nič dosegel, ker bo ali eno ali drugo. Ja. No, zdaj je samo vprašanje, recimo AI kot tak, če ubija kreativnost. Ja, v bistvu ful dobro vprašanje, ne? Jaz osebno mislim, da odvisno za kaj ga uporabljaš, oziroma kako gledaš na njega, ker če to gledaš kot orodje, ki ga lahko uporabljaš za dosego nekega cilja, se mi zdi, da ne ubija kreativnosti. Tudi kladivo ne ubija kreativnosti, ne? Pač enostavno ohraniti, da ni ti treba s pestjo toč po žeblju, ne? Ohraniti roke. Ampak ti pomaga hitreje priti do nekega cilja. In AI je tudi, če ga vzameš kot orodje, ti pomaga hitreje priti do cilja. Če ne, isto je mogoče socialna mreža, so tudi orodje za to, da narediš mogoče nek marketing, nekaj lažje prodaš, da dosežeš nek svoj tribe, neko svoje okolje, pač neke svoje kupce.
če ga uporabljaš nekontrolirano, brez nekega konkretnega cilja, veš, tudi kladivo ti bo, če boš toliko tako popaj, ti boš šipo razbil, boš to naredil, boš uno škodo naredil, boš te škodo naredil. Tako da jaz mislim, če ga uporabljaš smiselno, ciljno, za rešitev nekega problema kot orodje, pol se mi zdi, da ne ubija kreative. Okay. Ne, to je dober point. Dober point, ja. Jaz se recimo vidim pri mladih, ne. V bistvu AI jim daja kreativo. Ne. V bistvu sami nimajo več kreative. Dejansko tle jaz vidim največji problem. Mislim, jaz uporabljam AI, ampak ga uporabljam na področjih, v kateri sem ekspert. In v teh področjih delam z AI s full hitro. Tako neko krat 10, recimo. Problem je, da ljudje nimajo več svojih področji, niso izobraženi več v določenih področjih in nekako iščejo bližnjice trenutno. Ne. Iščejo bližnjice in stvar, ki jo na koncu naredijo, sej mogoče nekaj dela. Ne. Problem je, da oni ne vejo, kaj dela. Dejansko. Ne vejo, kaj dela, dogaja v ozadju, ampak vidijo samo rezultate. Ne vejo, kaj dela in dejansko po drugi strani v tem iščejo, kako bi oni nadomestili neko izgubljeno znanje ali pa pomanjkljivo znanje. Ne. In dejansko kako bi se temu reklo, ne. Dejansko oni imajo željo nekaj narediti, ne? Oni imajo željo nekaj narediti, ampak na koncu naredijo, ampak ne vejo, kaj so naredili. Dejansko čas uporabili za eno stvar, ne? Od tega pa na koncu, ko potegnejo črto, ne morem reči, da nimajo nič. Ne? Imajo ful manj, kot recimo nekdo, ki je 10 let nazaj delal take stvari. Veš, to je problem. In zdaj, kaj je naslednji korak? Ne? Zdaj, recimo, AI prihaja pač vse posod. Ne? To je itak dejstvo. Ne? Dejstvo je, če mi ne bomo več kot družba producirali nekega znanja, AI ga definitivno ne bo samo od sebe produciral. Kaj bo zdaj s to prihodnjo generacijo, ne? Čez 20 let? Kaj bojo oni vedeli v stvari? Ali se bojo vedno zanašali na sistem, da jih vodi? Ne? Veš? Zato sem prej rekel, ne? Sivi svet, ne? Bo še bolj siv, ne? Dejansko, ker bo prihajalo do tega, da bojo oni čakali, kaj jim sistem predlaga. Oni ne bojo več razmišljali. Oni bojo rekli, ja, jaz bi zdaj rad nekaj naredil, dej povej mi, kako naj to naredim. In kaj je dan, ko bo to crkalo? Ko, ne vem, 3 dni bo tam nek shortage, power, kaj bojo te ljudje, ne? Mislim, te ne bojo vedeli nič. Veš, mislim, ne bojo vedeli vzdrževati tega, ne bojo vedeli, zakaj to dela, kako to dela, kje so pomanjkljivosti. Mislim, da tukaj prideš do točke, ja, ne, ko lahko rečeš, ok, smisel rabiš, ne? Ja. Se pravi namen, zakaj je recimo neka ena stvar pomembna, ne? Veš se, če imaš na koncu cilj, jaz rabim pa to za to, ne vem, tako pač recimo ta izkušnja z tem igriščem, ne? Da si urediš, da narediš nek plan, mogoče, da si narediš okolje, neko idejo dobiš. Ja, da ti si ekspert za igrišče, veš, kaj ti hoče reči? Mislim, ti poznaš, kako rabi igrišče pripraviti. Ne vem, ampak na koncu, jaz mislim, da čisto vsako področje, mora biti na koncu posameznik, ki bo mogel vedeti, kaj je cilj. Sej, veš, ne rabiš biti ekspert, kako zgleda. Važno je, da ti razumeš, da mora biti urejen. Ja, ampak kako veš, da je to res? Da mora biti tako? Mislim, ker veš, kakšne so posledice, če ne bo. Če boš mogoče pri igrišču, recimo, če boš ti z AI-jem kot like šel delati svoj avto, kakšne so posledice, če volan ne bo delal prav? Mislim, veš, kaj ti hoče reči? Razvoj je to, ne? Razvoj. Ti moraš se zavedati, kaj je v zadju. Ti ne moreš narediti avta brez neke odgovornosti na koncu. Ta avto mora voziti. Mora voziti 99,9999% cajta. Ne moreš ti zdaj narediti nekaj in da ti razpade volanski sklop. Mislim, že ta pozicija, da se bojo avti samo vozeči, ne? Mislim, to je tipičen primer, ne? Se pravi, ne smeš ga dati na cesto, če ne bo... Mislim, avti bi že zdavne vozili, problem je tle pravni vidik. Ti kot oseba si toliko nepredvidljiv, da ko bo nesreča, bo pač neki zid. Ne moreš dosti vplivati na njega. Lahko nekaj zaviješ, levo, desno, se praviš izogne, če si dovolj hiter. Sistem je dovolj hiter, da se izogne, ampak
se bo mogel odločiti, kaj bo naredil. Kdo bo sprejel odgovornost za to, kar se je zgodilo? Ja, on bo prekalkuliral, mislim, to že lahko prekalkulira. On vidi, imaš 3D kamero, imaš lidar in rečeš, aha, tam so 3 ljudje, tam ni nobenega, tam je en kandelaber, kamion, ne. Veš, da se boš zabil, ampak zdaj moraš pa ti najti kot sistem izid, ki je najbolj optimalen. Ampak to ne pomeni, da nekdo ne bo umrl. Veš, to pomeni, da bojo rekli, aha, tam so 3, ne? Te 3 so, malo boš išel v bazo, ne? A ja, vsi te so tam neki luftari, ne? Tam gremo z avtom, ne? Na ono smer. Ja, in bo pač enega povozil, ne? Recimo. Veš, mislim, veš, kaj ti hočeš reči? Da se sam avto odloči, tisti so luftari. Itak, da se bomo, avto se lahko odloči, avto ima dostop do baze, ti imaš nek algoritem in algoritem se mora odločiti. Te sem prepoznal kot Mislim, luftarje. ta je huda, ne? Ta je za Black Mirror, ne? Tako bo, ne? Zato ni vozečih avtov. Si hoji gledati, s tem imajo probleme. Ne? Pravno ne morejo postaviti. Ti kot človek si toliko nepopoln, da dejansko ne moreš večino svojega cajta, ko prije taka neka izredna situacija, ne moreš vplivati na izid. Ker nisi ne dovolj hiter, ne dovolj pameten, počasen si. Ne? Eni so hitrejši, eni so počasnejši, eni so taki, eni so drugačni. Pač ti nisi gledal tam, si slučajno videl, zdaj nekaj moraš narediti. Ne? Ti pač instinktno, v zadnji imaš sistem, ki preklopi v avtomatizacijo, ne? In proba nekaj narediti. Ne? Veš. In priješ na sodišče in oni reče, ja, ali pa ti se zagovarjaš, sem probal zaviti, ni šlo. Ne? Ampak sistem je pa dovolj hiter, da lahko to zračuna. Ne? Neko statistiko reče, imam 3 možnosti. Ne? Kaj bo zdaj naredil? Pa 2 sekunde. Ne? Mislim, 2 sekunde za računalnik je ful. 2 sekunde, poglej si delnice, ne? Tam so v mikrosekundah se kalkulirajo izidi. Ne? Mislim, 2 sekunde za računalnik je cela večnost. Ne? Ampak ti imaš algoritem in lahko se odločiš, ne vem, taka verjetnost je za to, taka je za to, ne? In nekaj se moraš odločiti. Ne? In kaj se to pomeni? Fora je v tem, da računalnik se odloči, ljudje se ne odločijo. V tistem trenutku tako, samo instinkt, ti se ne moreš dovolj hitro odločiti. Tako, to ni odločitev, to je samo instinktivno nekaj narediš. In to je to. Da preživiš, no, to je. Ne? Sistem ima v zadnji neko varovalko, ki nekaj proba narediti. Ne? Kako proba, ne vem. Ampak lahko je tu nek algoritem v glavi, ne vem, kjerkoli. Ne? Ampak recimo računalnik pa lahko zračuna. Ne? Mi lahko zračunamo neke določene stvari, nekaj se moramo odločiti. In zdaj, če boš imel najbolj ugoden rezultat, da nekoga povoziš, se bo pač mogel sistem to odločiti. Ker če ne bo šel po poti, ki je v bistvu slabša in pomeni več žrtev, recimo. Ne? In po mojem zaradi tega ni avto na cesti, zato ker tega ne morajo spraviti čez nobene okviri. Lahko imaš tam, ja, ne vem, sprejmejo par zakonov v Ameriki in imaš tam po Kaliforniji se vozi. Ne? Kaj, ko priješ v drugo državo, ko priješ, to so druge okoliščine. Ena izmed težav je tudi v bistvu, ker on prepoznava tudi znake, pa cestne črte, pa vse te stvari. In je v bistvu ogromno infrastrukture, se bo mogli prilagoditi. Definitivno. Ampak kaj bi hočem tle reči, ne? Zdaj, nekdo, ki tak sistem naredi tako na hojladrine, kdo bo zdaj sprejemal odgovornost za take sisteme, ne? Ki so narejeni tam, preko neko kaj. Ne? Mislim, veš. Da bomo politično korektni. Ja, mislim. Nekdo mora sprejeti. Vsako stvar, ko jo narediš, bilo kateri izdelek, ti sprejmeš odgovornost za ta izdelek. In mora čez teste, čez certifikate, ti moraš to vse poznati kot nekdo, ki to razvija. Ne moraš ti iti na, ne vem, ChatGPT in reči, da obrazložim zdaj, kako grem jaz to certificirati. Ne? Mislim, ti rabiš nek vir, ki ti pove točno, kako moraš to narediti. Ja, ampak tukaj je to fora, da po eni strani lahko imaš avte, ki so perfektni, ampak hkrati zunanjost, infrastruktura, to je toliko nepredvidljivega še. Kljub temu, da imaš vse tiste znake, vse tiste črte, se lahko marsikaj zgodi, lahko ti znak, ki je nad cesto, nad tunelom, pade direkt na avto. To so nepredvidljive situacije, ki ne moš ni šans, da jih lahko predvidiš. Ne? Zdaj, da ti povem še eno stvar. Jaz sem recimo delal v avtomatizaciji, smo delali za avtomobilsko industrijo precej, pa tudi za medicino. Ne? Tam, jaz sem delal recimo strojni vid, kakovost izdelkov s kamerami. Sem z algoritmi ocenjeval, če je nek kos dober. Recimo, ne? Kaj je to pomenilo? Ne? To je pomenilo, da
ko so ta kos ugradili v nekega Mercedesa, če ta kos ni delo. In če sem jaz rekel, da je delo, to je bil lahko ful velik problem. To je bil problem tak, da si ti lahko šel sedeti na koncu. Ne? Veš. In ne predstavljam si, da bojo ljudje brez neke osnove delali vse. Ne? Veš, to je problem. Ne? Danes vsak hoče, vsi so ratali kar nekaj pametni, ja, zdaj pa bomo mi to z AI-jem. To jaz vsak dan poslušam. Razne stvari, ne samo v računalništvu, pravo, ni da ni. Ne? In tebi se zdi nek izid, ki je po tvoji volji, ne ga prebereš, rečeš, to je cool, ne? Ampak kaj zdaj to pomeni globalno gledano? Kaj pomeni to pravno? Kaj pomeni, če bojo problemi? Kaj zdaj to pomeni, ko bo nekaj zaguslo? Ne? Kdo bo zdaj kriv? Ne? Kaj boš rekel, OpenAI me je zavedel? Ne? Ne moreš tega reči. Vse to je dobesedno čas interneta, 98, 2000, 2001, pa ta dot-com bubble, ko se je zgodil, ko so v bistvu vsi ful veliko upov polagali na to, kako bo dansko se svet spremenil v zelo kratkem času. Ogromno denarja, ogromno podjetje investirali denar, pa so gradili spletne strani, pa e-commerce, pa ni da nina. Pa se pa v bistvu realnost pokazala, da v bistvu uporabniška izkušnja niti približno ni podobna. Ne, se zdaj bo isto. Rezultatom. Zdaj bo balon enkrat bo počul, stalo bo, kar je najbolj uporabno. To bomo uporabljali naprej in to je to. No, samo takrat, v tistem času smo to tehnologijo dojemali več, kot je dejansko bila. Ne? Takrat ni bilo toliko tako razvita tehnologija, kot smo mi dojemali. Zdaj je ful bolj razvita, kot je bila takrat, se mi zdi. AI... Vem pa, da recimo razumem, kaj govoriš, ker recimo primer, ne, jaz sem pač eni prijateljci rekel, da 2 leti nazaj ima spletno trgovino, sem rekel, da bi ti naredil unga spletnega robota, agenta, da se lahko pogovarja s svojimi strankami, da se ti ni treba tebi s tem ukvarjati. In je bila skeptična in je rekla ne. In verjamem, da je veliko teh lastnikov podjetij skeptičnih, ker v smislu, da se bo en AI nenadzorovano pogovarjal s stranko in ne vem, kaj bo naredil, razumeš, lahko naredi kako napako in kdo bo pol kriv. In kaj se bo zgodilo? Jaz bom zgubil stranko, recimo, ali pa nekaj v tem smislu. Mislim, napako bo naredil. Napako, ja, tako, Tako, preslej bo naredil napako. Ne? In kako bo, kaj bom pol? Jaz bom pač zgubil stranko, nimam nadzora nad tem. Jaz v tistem trenutku. Ne, zato pač moraš le narediti nek kompromis in imeti nek dvostopen sistem uvesti, da nekdo še vedno se s tem ukvarja. Nek backup, ki ti bo to pol... Ker tebi taka stvar lahko naredi škodo na koncu. Ja. Mislim, ti niti ne veš. Ne? Ugotoviš pol čez 5 dni, da je nekomu nekaj rekel. Tako, ja, tako. Veš, in da temu ni bilo prav to, kar mu je rekel. Ne? Ali pa da ga je zavedel, recimo. Ne? Predvsem dokler so samo bazične stvari, ne? Se pravi, ko je na stvari... Mislim, bazične. Folk sprašuje, recimo, kako se zdraviti. Ja, prihaja do raznih idej, norih. Mislim, to je že druga stvar, to je že skrajnost. Ne? Ampak recimo za neko podjetje, ko je specializirano za neko področje, dejansko ga imate trenirano za tiste neke splošne informacije, ki so že v bistvu znotraj podjetja nekako ugrajena. Ne gre pa v bistvu odkrivati nekih novih stvari. To moraš uporabljati kot orodje, da sebi olajšaš delo, da lahko več narediš. Tako. Ni pa to orodje, da boš ti dobil znanje celotnega sveta. Se reži, da preveč se gre v to smer, da lahko vsi delajo vse. Ne morajo vsi delati vse, zato ker ko boš ti delal neko aplikacijo za banko ali pa za plačilne stvari, ti moraš zagotoviti, da je to varno, da ti ne pokradijo keš. Tako, ja. Ne moreš ti kar ti naredi, je sranje. Ti naredi nekaj lih, da je. In ki to razume, ve, da je to narobe, recimo, tak pristop. Ne. Ni pa narobe, da ti, kot nekdo, ki dizajnira nek sistem pomagaš, da ta sistem hitreje narediš. To delamo vsi vsak dan. Ne. Ampak delamo za ona področja, ki jih obvladamo. Ne delamo za neko tam kvantno fiziko in ga sprašujemo, model, kaj on misli in da mi neke formule. Mislim, jaz če unega zračunati in nisem prepričan, da je to res, bo rabilo iti prebrati literaturo, da se ti prepričaš, da je nekaj res. Veš? In zdaj kaj, recimo te mladi, jaz vidim, že vsi pametni, naredijo nekaj, da je, in pol najdeš 500 načinov, kako to zjebati, po domače povedano. In kaj zdaj? Razočarani. Ne, da razočarani, ne vejo več iti naprej. Aha. Oni ne vejo tega rešiti sami. Ti jim odklopiš internet, je konec. Zaradi tega, ker so navajeni na instant rešitve, ker so navajeni, da obstaja app za vsako stvar
in ni treba meniti po korakih najti rešitev, ampak je rešitev instant tukaj na dosegi roke. Ampak oni ne razumejo rešitve, to ne več. Tako, in čim je ta rešitev pokaže neke druge izzive, neke druge napake, jih oni več ne znajo rešiti, ker ne obstaja app še za to rešitev. Temu se reče potuha, to je isto, ko folk ti dajo potuho, bom jaz namesto njega, bom jaz na njega. Recimo, to lahko pridemo čisto na ta bazičen, praktičen model, recimo igrišča. Se pravi, če je igrišče narejeno, pa ga nekdo drug naredi, da lahko mladi igrajo brez težav, pa imajo občutek, da je v bistvu vse samo od sebe nastalne, je v bistvu to isti primer. Ja, ampak ti tudi pri igrišču moraš razumeti, kako narediti podlago, da mlad, ki bo 5 let tam igral, ne bo imel čez 5 let kolena v ne vem kje. Mislim, ni to kar neki. To so ljudje, ki so delali podlage, recimo za igrišče in to. To so ljudje, ki so vedeli, zakaj bi dal to nogomo in kakšno trdoto in vse to. Ti lahko imaš sistem, ki ti nekaj reče. Problem je, če ti ne veš to oceniti, ali je to dobro ali ni to dobro. Če ti vedno verjameš, da je to dobro, boš naletel prej na min. To zelo hitro. Jaz mislim, da je bolj v karakterju to vse skupaj. Ne vem, jaz mislim pa, da je bolj v stvari vzgoje. Ja, tudi. Predvsem to, zato ker pač imaš občutek, da je vse samoumevno in potem ne potrebuješ. Jaz mislim, da je doskrat mogoče pomanjkanje vprašanja, zakaj to meni koristi, zakaj je to meni dobro, kaj je rezultat končen. Se pravi, če razumeš, zakaj je to dobro, pa boš v bistvu probo priti do tega rezultata, pa boš tudi malo bolj vesno to zagrabil. Če boš pa to vzel kot nek umesen del, zato da se bo nekaj zgodil, pa je po bistvu bolj tu karakterni ali pa vzgojni problem. Ja, samo če se ti skozi zanašaš na neke sisteme, nimaš več nekoga, ki ti da malo po glavi in ti reče, dej, naredi to sam zdaj, da razumeš, zakaj se gre. To rata šlen. Ja, se to je to. Vse, če smo roko na srce, niti treba vedeti za vsako stvar ozadja, če smo že pri tem, ker se mi zdaj tukaj pogovarjamo, ti treba vedeti, kako je mikrofon narejen, je pa dobro, da veš, kako deluje, zaradi tega, da ga znaš povezati pravilno, pa tako naprej. Pa če nekaj ne dela, mogoče kabel, mogoče to, mogoče uno. Niti pa treba vedeti, kako je narejen. Vem, samo imaš nekoga, ki bo v bistvu zdaj želel AI implementirati v mikrofon noter, da bo v bistvu sam uravnaval zvok, pa ne moreš razumeti, kako gre. Pa moraš razumeti matematiko, fiziko. Mi smo uporabniki, to je čisto druga stvar. Jaz kot uporabnik mikrofona, jaz ne rabim vedeti, je to v bistvu bazična stvar. Zato mi je bila v bistvu zadnjič ful zanimiva teza, ko je eden rekel, da v bistvu inteligenca bo postal asset, v bistvu, se pravi, bo postala kot neke vrste dobrina, na katero se ne boš rabo več zanašati. Se pravi, kot rečemo, izobrazba danes pa znanje, a veš, si ga mogo ti pridobiti. Zdaj bo pa umetna inteligenca vse to znanje tebi dala in ti ga v bistvu ne boš več porabil, ampak ga boš rabo samo znati potegnati ven iz različnih virov. In recimo ogromno mladih ima mogoče ta trenutek težavo zaradi tega, ker je ogromno znanja na voljo. Se pravi, ti lahko se danes dobesedno, če znaš pravilno vprašati Google, YouTube, AI, danes, ko dobiš čisto vse informacije, lahko bazične do neke mere, lahko tudi bolj strokovne, ampak če ne znaš pravilno vprašati, ti ne bo znal odgovoriti. Mislim, sej prej je bilo isto. Sej, ne vem, če si kdaj hodil narediti Stack Overflow in vse to. Je bila ena druga razlika. Ta isto je, za me ni nobene razlike, ali vprašam ChatGPT ali grem na Google. Vedno najdem odgovor. Edina razlika je ta, da recimo na enem Stack Overflow je 1000 ljudi klikalo puščico up, da je to pravi odgovor. To je razlika. In vsi spodnji odgovori, ki so bili za me nerelevantni. Sem rekel, to ni pravi odgovor. Ker je 1000 ljudi reklo, da je to prav. In verjamem prej unim 1000 ljudem, kot unim 4, ki so spodaj kliknili unim pod njim za uno njegovo rešitev. To je problem. In ti si se nekaj navadil. Ko si uno prebral, si rekel, to je to. In naslednjici to kar uporabil. To je bila ta bližnica, ampak je bila kakovostna. Tako, točno to. Nekdo je bil, ki je to vedel, je bil še nek drugi ekspert, ki je ta odgovor vedel oceniti. Od nekoga drugega. In ko jih je dovolj ocenilo, auditirali so v bistvu, uporabniki so auditirali to. Recenzija je bila v bistvu na nek način. So rekli, to je pa dobra rešitev. In si dejansko imel na dlani vedno dobre rešitve. Unik je streljal neumnosti, je dobil minus. Je folk dal tam, da, to je sranje. Tega sploh ne bomo, mislim, razumeš, kaj hočem reči. Ja, danes pa ti dobiš nek odgovor, ki ne veš, kaj bi z njim. Se ti zdi v redu,
se moraš vprašati, ali je v redu. Zakaj je v redu? Se dejansko je mogoče to lahko izziv za naprej, ne? In bo prišlo do neke točke, ko bo v bistvu točno to, ta recenzija. Ne? Se pravi, bo v bistvu od zadnji... Težko. Viš, da ne? Ne. Ko imaš ti toliko obskurne probleme, ti moraš razumeti, da danes AI ne razume problem. On razume neko statistiko besed, ki jih sestavlja po neki funkciji, jih dela predikcijo, kaj dati naprej, naslednji člen v neki povedi. Ja, tako. To je vse, kar zna. To ni inteligenca dejansko, kot ti to razumemo inteligenco. Mislim, to je samo predvidevanje, algoritem predvidevanja. Tako. On je ugotovil neke vzorce. Kakva je največja možnost, da bo to sledilo točno temu? To. Tako. In ko imaš ti neke ful obskurne probleme, ki je folk zabil ure, dneve, mesece, da jih je rešil, ampak jih ni noben mu povedal, rabiš platformo, kjer se te problemi, ko bi rekel, izrazijo ne vem, ali kot nek blok, ali da nekdo sploh opiše nek problem. Kako ga je rešil, ker ti nimaš pojma, kako ga rešiti. Ti lahko tam zabijaš pol leta in kaj ti to pomaga? Nič. Zaradi tega, ker imaš še druge stvari, ki jih moraš pol reševati naprej. In to znanje se mi zdi, da ta trenutek se ful izgublja. Dejansko... To pomeni, če to znanje ni zapisano nekje na internetu, tudi AI ga ne bo znal rešiti. Točno to. Ampak bo znal rešiti samo, ker bo pregledal internet in bo rekel, največja možnost, da je to rešitev, je ta. Ampak internet se je pa danes ful spremenil. Ni internet, kot je bil 15 let nazaj. Internet se danes ful zapira. Moraš se registrirati, moraš bla, 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 bla. Plača, da prideš nekam pa tako dalje. Pa misliš, da dansko gremo tudi, glede na to, da so vsi ti akademiki, ali pa recimo ljudje, ki ogromno časa posvečajo neki temi, da so dejansko začeli skrivati te informacije pred AI-jem, zaradi tega, ker so bili v bistvu po neke vrsti tudi oškodovani. Mogoče tudi vsega to. Tega. Jaz imam feeling, da ni toliko to skrivanje, bolj se mi zdi, da je to, da vsi pričakujejo, da bo nekdo drugi, noben ga pa neki bi. Zdaj vsi čakajo nekoga. Veš. Da bo neki še izumil dodatnega. In zdaj kaj, če bomo vsi čakali, kdo bo izumljal? Mislim, sistem sam ne bo izumljal, nima iz kje izumljati, ker ne pozna domene, prihajajo nove stvari, nove domene, ki nekdo jih rabi opisati. Veš. Ni zastojno, da ono, kar je bilo zapisano nekje, se je vedno ohranilo. Če ne bi brali hieroglifov in ne vem kaj. Če bi imeli takrat AI, verjemi, da danes ne bi bral nič. To znanje je tam. To, da je Pitagora naredil Pitagorov izrek, ok, on je bil pač tak, ki ga je najbolj, ko bi rekel, je najbolj znan, populariziran. Mi vemo, da so izrek tudi drugi, ne vem, Babilonci dol, pa te Sumerci so ga uporabljali že, so znali računati kote. V trikotnikih. Zanimivo je, da vedno vedno, ko rečemo nekdo je nekaj izumil, se nikoli ne zavedamo, da ta njegov izum, to njegovo znanje bazira na znanju vseh ljudi, ki so bliže prej. Noben si nič ne izmisli iz nič. Vedno je nekdo drugi, ki je neki prej si izmislil, zato da sem jaz lahko gradil na tem. Vedno neke temelje nekdo postavil, da sem jaz lahko postavil gor prvo opeko, recimo. Tako. In človek tle ima pač nemo neko prednost, ampak ima, ko bi rekel, narejen je tako, da lahko izumlja. Veš, ima to sposobnost, ne vem, samozavedanja in tako naprej. Ni, mislim, neka nevronska mreža ali pa nek model, ni človek, tako rekel. To je samo en del tega, kar mi delamo. Zato tako vidim, da dejansko se ful koncentrira to znanje, oziroma posamezniki se ful koncentrirajo. Se pravi, zato je vedno manj teh vedno manj je podjetij, pa ta podjetja postajajo vedno večja. Se pravi, vedno večji spektr zajamejo, pa vedno večji, v bistvu, kako bi rekel, monopol vedno večji držijo na posameznih področjih. In vedno manj teh nekih posameznikov je, ki so vključeni noter v to. Se pravi, to je v bistvu lahko glih ta rezultat, da vsakeč, ko prideš recimo do neke točke tehnologije, pol to tehnologijo uporabljaš 10, 15, 20, 30, 50 let, in potem v bistvu vmes so samo mali drobni
popravki. Ki v bistvu samo malo nadgrajuje, pa se potem spet naredi nek shift. In zdaj smo v bistvu v tej fazi digitalne revolucije, ki se bo spet naredil ta stopnička, in ta tehnologija se bo naslednjih 50-70 let potem uporabljala. Ampak v tem trenutku je pač rečemo, to ne je nek razvoj, ki bo se nadgrajeval pa dopolnjeval, ampak to je spet koncentracija nekih posameznikov v malem številu podjetij, ki samo razvijajo, pa odkupujejo neke male rešitve, recimo teh manjših garažnih podjetij. Ima nekdo neko rešitev, pa ga hitro pokupijo, pa vzamejo tehnologijo, podjetje zaprejo in to je to. In recimo glih to, kulturo, pa umetnost, ali pa recimo kreativnost, to je pa v bistvu pa bazira na ful širokem skalu ljudi. In recimo zdaj tudi kultura je recimo neke vrste akademska sfera, ki ustvarja dodano vrednost. Ker če si ti kulturno zaveščen pa tako naprej, si mogoče bolj srečen, bolj zadovoljen, bolj povezovalen in tako naprej. Tu pa je ful široko polje. Ti konkretno tukaj kultura, misliš umetnost? Ja. Umetnost, kultura. Imaš drugačno dve pomeni, imaš narava pa kultura. In kultura je, kar ljudje ustvarjamo, kar gradimo zavestno. Narava je pa nekaj, kar se pač samo po sebi razrašča. Ti v tem kontekstu misliš umetnost? Ja, umetnost. Ja, mislim človeka kot kreativnega. Kot kreativo umetnost. In tu noter sodi in risanje, in glasba, in film, in tudi pogovori, tudi mentalni razvoj ali pa filozofija sama po sebi. Tu pa se mi zdi, da je ful odprto polje, ker od tu dejansko tudi največ črpa AI. Ja, veš, ko pravijo, če človek ne bo rabo kreativen, jo bo pa zgubil. Evolucijsko jo bo zgubil. Jaz pa ne mislim, da bo tako, veš. Jaz mislim, da bo človek je zmerom iskal to kreativo, ker je bil zmerom neke vrste upornik. Ja, ampak zdaj je recimo film, ga lahko ti posnameš brez igralcev, mislim, ti lahko vprašaš sistem, da ti naredi film. Ja, sem ni to fora. Kakšna je pol to kreativa? Vem, ampak ni to fora. Jaz mislim, da je bolj vsebina tista. Ampak vsebino ne delaš več ti. Ti, recimo... Vsebino bo delal režiser ali pa neki posameznik. Ja, samo režiser. Kritična ali pa recimo neka kritična situacija v družbi. Recimo, zdaj je recimo bil glih... neki filmi so na Pop TV pa te stvari, pa mi je bilo zanimivo, ko so bili slovenski, in mi je bilo zanimivo pogledati dva slovenska filma. En je bil Jaz sem Frank, vrhunski film, slovenski vrhunski film, pa Belo se pere na 90, vrhunski film. Ja, to je bilo v kinu zdaj. Ja, res vrhunski film, res vrhunski. Tako prav dobra zgodba, tako osebna, In bi lahko, veš, in jaz mislim, da teh osebnih zgodb bo vedno več, ker bo veš, vedno večja beda, ko je, včasih, vedno manj, ko si recimo ti kot posameznik, veš, recimo, ko so bile neke hudi šifti v družbi, vojne, neke katastrofe, neke recimo kritične situacije, takrat v bistvu se človek vrne, po moje, dostakrat bolj k sebi, pa začne iz nič graditi, ko pa recimo, ko si pa ti v obilju, pa počivaš, tako recimo bi lahko rekel, da človeška narativa deluje, pač kreativno. Ampak kreativa, ko si rekel, kako bo AI lahko sam posname film, seveda, ampak vedno bo mogel biti nekdo v ozadju, ker mu bo spustil nek prompt, neko željo, neko zgodbo not. Ni to isto. Je, še vedno je to kreativa, mogoče ni kreativa, kar se igranja tiče, ni umetnost, kar se igranja tiče. Ne, tudi kar se tiče... Ampak kar se tiče same zgodbe, recimo jaz mu moram dati nek problem, neki input, ker on sam po sebi, AI, se si sam rekel, AI sam po sebi nič ne naredi. Ja, vedno rabi nas, da mu nekaj rečemo, naredi mi to, zato da to pa to pa to. In polje, ne samo naredi mi to, ampak jaz si želim, da je to narejeno tako, pa tako, pa tako, pa tako. In on mi bo dal nek rezultat. In boš ti rekel, ok, ta del mi je cool, ta del mi pa ni cool, da ga spremeni tako, pa tako, pa tako. In to je tudi neke vrste kreativa, če tako pogledaš. Bo delal na kreativi, na kateri se je učil, ne? Razumeš, kaj ti hoče reči? Ja, to pa razumem. Ko si imel, ne vem, Space Odyssey 2001, ono je bila kreativa, ker nekdo, ko si je zamislil film, si ga je zamislil ne ono, kar so že drugi naredili. On si je zamislil kadre, ki jih ni bilo nikjer. Ja. Tle jaz vidim problem, ne? Pa ne samo to. Mi lahko naredimo 1000 čistih filmov na koncu. Takrat v tistih časih ne bomo naredili novega filma, ki bo nekaj, kar še ni bilo. Lahko da bo glih to spodbudil. A veš, mogoče posameznike, ne vem, recimo to mi je bila ena zanimiva teza, da recimo ti mladi, recimo, ko so zdaj 8, 9, 10 let stari, ker danes res dobesedno odraščajo že v tej, v bistvu so začeli zavestno mogoče uporabljati AI,
zavračajo AI, določena skupina. Ne? Se pravi, nočejo uporabljati orodja, ker ga čutijo, mi je bila dobra teza, ker ga čutijo kot konkurenco. Ne? A veš, ali pa kot nekaj, kar jim v bistvu daje, a veš, nekaj mu jemlje, ne? Po domač povedano. Ne? In gre rajše risati, pa gre rajše nekaj na roke delati, pa nekaj ustvarjati, ne? Kot pa recimo AI uporabljati. Jaz sem recimo celo slišal tezo, da zdaj bo veliko glasbe, ki je narejena z AI-jem, tudi filmov in tako dalje, in bojo zaradi tega izdelki, ki niso narejeni z AI-jem, toliko več vredni, ki so narejeni še vedno kot človek, ki je naredil točno to je moj napoved, da čez 10 let se bo iskalo strukturo ljudi, ki bo vladajo določena področja in bojo toliko plačani, da jih ne bomo mogli plačati. Mislim, ne bo si mogel jih privoščiti. Ja, ki bodo rekli, to pa je zdaj se plača, ne? Ja. Kje ste bili prej? Ja, to je res. Ja. Z vašimi idejami. Sam recimo, ne, zdaj ti boš dejansko ustvarjal pa plačal, veš, to tako bi zelo rekel, ne vem, recimo avto bi lahko vsak naredil, ne, a veš, ampak ga lahko naredi pa samo peščica, ne, ampak uporablja ga pa vsak. Ja. Ne, a veš, to je ta razlika, ne, se pravi, vsebine AI-ja bomo uporabljali vsi, ne, se pravi, to bo široka masa ljudi, ne, a veš, ampak tiste unikatne stvari je pa tako, da bi v bistvu imel res asset kot je avto. Mislim, še vedno boš mogel imeti ljudi, ki bojo gurali sistem naprej. Ja. Problem je, če bojo pa vsi se zanašali na neke modele in noben mu se ne bo dalo več učiti, veš, kaj ti hoče reči, Sam ne vem, če, ker to je, kar si prej izpostavljal, ne? Ker ne veš, kako je v ozadju. Pravi režiser ve, kako postaviti kamero, zato da bo njegova zgodba delovala. In ti imaš milijon postavitev, lahko kamer, kompozicije, tega, unga, tretjega, četrtega, ne? AI ne bo vedel, kaj imaš ti v glavi. Ljudje, ki ne poznajo tega dela, tega stroke, ne bojo vedeli, kaj povedati AI-ju, kako si želijo. Ne boš mogel, ker ti tega ne boš mogel opisati, ker boš napisal 10 strani za en kader. Tako, ker ne boš vedel, kaj je... To si nisi naredil nič. Tako, ker ne boš snemat. Pa tudi, ker ne boš vedel, kako stvar sploh deluje v ozadju. Veš, kaj hočem reči? Ne? Ti ne boš vedel, da imaš možnost večjih kadrov. Ti boš pač, da naredi mi ta film, pa te... Sem recimo problem, ki ga pa recimo ti, ko ga izpostavljaš, ne, je pa v bistvu res lahko nastane pa čez 50, 60, 70 let, ne, ko je recimo ta struktura naša generacija ali pa še generacija kasneje, ki je dala v bistvu res vso znanje česa, ne, pa razume kamero od začetka pa do danes, ne. A veš, recimo ta človek bo pa v bistvu začel rastiti iz nič, ne, se pravi, mislim, bo imel neko dostopno, ampak ogromno znanja se bo zgubilo, ne, ker tudi recimo to neko znanje, ki ga ima nekdo, rečemo, ne vem, je neka družina, pa je nekdo v družini, ki je izdeloval neke izdelke, ki so bili res unikatni, pa vrhunski, ne? In noben ni potem za njemu prevzel tega znanja, ali pa recimo bil tok upleten v to njegov delovni proces, ne? Da bi ga v bistvu razumel v drobovje, ga tudi prenašati ni mogel naprej. Kar pomeni to znanje, se je zgubilo, ne? Pol na koncu lahko gledamo samo še, ne vem, greš tamle v muzej, pa pogledaš tiste naprave, a ne, pa lahko samo rečeš, ok, kronološko je tale, tule ednje kamero, z vat je izumo, ne vem, žar, ne vem, karkoli že. Zase to se vedno dogaja, če pogledaš kovaštvo, ali pa pogledaš čevljarstvo, pa kakve take stvari. To so zdaj stroke, ki izumirajo dejansko, ker jih pač ne rabimo več, ker je vse narejeno z mašinami, vse narejeno instantno, hitro in to je skoraj pač, veš, zgublja, skoraj da ni več. Samo še ljubiteljsko je v bistvu. Samo še ljubiteljsko je, ja, več ali manj, kolikor je, ne. To je po eni strani, ne vem, ne moreš se temu izogniti na nek način. Itak, da ne, ampak rabiš pa vedno nekoga, da bo svet podival naprej. Tako. Mislim, sistem sam sebe ne bo podival. Jaz mislim, da bo zmerom neka določena. Problem je, če ne boš imel dovolj ljudi, ki bi se jim to dalo. Mislim, tudi zdaj nimamo dovolj ljudi, ki bi rekli, nismo vsi strokovnjaki, ne vem, za režijo. Imaš par posameznikov, ki jim je to zanimivo in ki so se to naučili do te mere, da poznajo, vejo, kaj se dogaja v ozadju. Veš, kaj ti hočem reči? In te naredijo najboljše filme, ki jih vsi gledamo. Tako, točno tako. In tudi takrat bojo ljudje, ki bojo rekli, meni ni dovolj, da jaz upišem sam not v AI, naredi mi tak pa tak film, ne? Ampak bom hotel točno tak način, s tako kamero oziroma tak, a veš, kaj ti hočeš reči, ki bo vedel, kaj je v ozadju, da bo znal točno do pontakosti podpisati. Ampak sistem ne ve, kaj ti razmišljaš, ker ne vidi tvoje slike v glavi. Točno pa, to je pa res, ja. In ti lahko sistemu tumbaš 3 dni notri tekst in on tebe ne bo razumel. Jaz mislim, ne moreš svojega zornega kota mu ti ne moreš predstaviti. Jaz to vsak dan, tudi ko uporabljam AI. Če se ne znaš izraziti pravilno, ja. Če se ne znaš pravilno izraziti. Svet, ko ga ti vidiš čez oči, ima toliko detajlov. Ja, to pa res, ja. Da
lahko greš napisati 50 strani samo za en frame. Mi jih združujemo vse te detalje samo zaradi tega, ker se težko z vsako stvarjo ukvarjaš, ampak jih združimo v nek kontekst in pol iz tega konteksta. Ti, ko pogledaš, ne vem, zjutraj na Markovcu dol proti obali, veš, da je lepo, da je... Ja, ti da je lepo veš vreme, v sebi. Aha, tam je morje. Ti veš v sebi, si rečeš, ko je danes to lepo, ne? Ma ti oceniš to v milisekundah. Vse unikader, vse ladje, ki jih vidiš, vse valove, ker so tvoji možgani tako narejeni. Ja, ti ne vidiš vsakega vala posebej, vsake barke posebej, vsakega človeka posebej, ampak se to združiš v nek kontekst in gre na tvoje počutje, jaz se v tem počutim. Ko si bil nekje, ne vem, ali pa greš nekam na drink in hočeš ti nekomu razložiti, kako je bilo danes na balkonu. Ne? Ti mu lahko razlagaš 3 ure. In on, kakšenkrat ti bo rekel, to je brez veze, zato ker mogoče mu ne veš dobro razložiti in si ne predstavlja. Ne? Ali pa on nima predstave, si sploh ne more predstavljati. Ali pa dejansko, veš kako, ne moreš. V bistvu je odlična primerjava, to je isto, kot bi dansko zdaj ChatGPT hotel to isto razložiti, nekak je ta kader lep. Točno to. Sam vedno sprejemajo in režiserji, in recimo slikarji sprejemajo kompromise. Slikar bo šel narisati, tu ta oseba, to je sonce, ampak ne bo šel vsakega detalja na osebi risati, razen če bo res na blizu. Pa tudi takrat ne moš vsakega pimpla, vsake dlakice, vsega narisati. Nekje sprejmeš kompromis in tudi režiserji, nekje pač rečejo, ok, do tukaj bom šel, dlje ne bom šel. Ne? In tudi pri AI-ju boš rekel, ok, do toliko ti bom lahko opisal detalje, od tukaj naprej pač kar boš naredil, bom videl, če bom zadovoljen. Ampak viš, mu predaš, ko bi rekel, štafeto naprej. Jaz to vidim pač kot neko orodje, kot nek medij, ki ti pomaga prenesti to, kar imaš v glavi, v neko konkretnejšo obliko. To je to. Ja, ampak problem je, ker ta sistem se je učil na idejah drugih, ne, in bo v bistvu delal aproksimacijo tvoje... Seveda, in ti mi boš rekel, če ti je to v redu, ti je cool, če ti ni v redu, to je isto, kot da slepemu človeku razlagaš, kako je bilo na Markovcu ob 9 zjutraj. Ti mu lahko razlagaš, on bo si predstavljal nekaj. Ampak to tudi govorimo v kontekstu trenutnega AI-ja. Jaz mislim, ko bojo enkrat kvantni računalniki zuniče bojo, bo to po mojem dosti bolj lahko... Jaz sicer mislim, da se bo to zgodilo. Ne, napredek bo. Ne, ampak jaz imam drugo mišljenje, da vedno bojo posamezniki, ki bojo stvari jemali čist kot uporabniki, ne? In bo dal sam prompt, ko ga bo kopiral od tam nekje, pa ga bo dal noter, pa to uporabo. Tako bo večina. Tako bo večina, tu bo ful velika masa ljudi. Ne? Pa boš imel določene posameznike, ki se bojo mečka malo bolj poglobili noter, pa bojo mogoče malo bolj vedeli, kaj hoče imeti. Ne? Pa boš imel pa res tiste neke, rečemo, top strokovnjake, ko bojo pa dejansko funkcionirali na podlagi naravnega izdelovanja umetnosti. Se pravi, bo šel material vzel, pa ga bo sešvasal skupaj se zidal, naredil neko skulpturo z svojimi rokami, a ne? In za take umetnike bo pa v bistvu tista realnost raznih gremijev, tako je v bistvu že do zdaj funkcionira, a ne? In recimo vsi ti filmi, ki bojo recimo, rečemo, če smo v filmski industriji, ne? Vsi filmi, ki bojo v bistvu imeli najlepše nagrade, ne? Bojo tisti, ki bojo v bistvu narejeni z realnimi karakterji, ne? Pa z realno umetnostjo, ne z umetno inteligenco. Ne? Tisti filmi bojo v bistvu nagrajeni. Mislim, ti vidiš danes film, kjer je narejen za AI, vidiš slike, jaz ne vem, kako tega folk ne vidi. Vidiš, seveda vidiš. Ja, ljudje, veš, če nisi tok not, ne veš. Ne? Film je dober, film je zanimiv, če sta videla tiste, ki je naredil Seedream, ko so naredili, ker se Tom Cruise pa Brad Pitt, ki se tepeta. Sta videla to? Ker je full kao, pač realist, res zgleda, tako bi rekel, fakt, dobro so zajeli. Ampak se vidi, da je AI. Kakorkoli obrneš, se vidi. Če nič drugega, pa vidiš, da je AI lahko iz samega konteksta oziroma iz nekega, je to sploh verjetno, da se bo to zgodilo. S tem, mislim... Velike enih malenkosti, ki jih lahko vidiš, da je AI, a je resnica. Tvoje izkušnje iz realnega sveta, če ti nimaš nobenih izkušenj, padeš na vsako foto. Ko imaš pa dosti izkušenj, takoj ti vidiš, da nekaj ni prav. Ker ni, mislim, iste kadre gledaš vsak dan v realnem življenju, in polkrat naenkrat vidiš, da je nekaj off. In kako vidiš, da je nekaj? Pa ti veš, kako najboljš vidiš, da je nekaj off, ker organske stvari imajo fuljenih napakic, bi rekli, niso perfektne. Ker če je nekaj preveč perfektno, je očitno ni pravo. Veš, kaj ti hočem reči? Ne? In to je tudi razlika, če viš ročno delo ali pa narejeno v tovarni. V tovarni bo preveč perfektna stvar. Ročno delo pa ima tiste napakice, ki da nek karakter
neki stvari, nekemu izdelku, neki zadevi. Ne? In to je ta tudi, če mogoče lahko navežem, ko smo se prej pogovarjali, sivina oziroma nek karakter pri samem izdelku. Ne? Tudi to. In tudi AI bo delal pač perfektne stvari preveč in to po mojem ljudem ne bo toliko zanimivo. Ja, sintetično bo izgledalo. Meni je recimo ful dobro, če se spomniš Kenil Guerrero risanke, ne? Okay. Ki je bila risana, ker ima nek svoj čar, pa ne samo to, marsikatera tudi druga risanka, ki jih ljudje mogoče malo bolj poznajo, ne, Tom in Jerry ali pa nekaj. Ja, tam je bilo frame by frame, vse na roke. In vse je bilo na roke narejeno in ima nek svoj karakter. Ne. Medtem, pa gledaš današnje risanke, ko so računalniško narejene, ko so 3D modelirane, sem pa mislim, butasto, sploh mi ne privlači, da bi šel to gledati, recimo. Ne. Je pa še ena stvar res, ne, to sem enkrat razmišljal, da v bistvu med samim chatom, ne, pa recimo človekom ni neke ful velike razlike v smislu, komu ti verjameš. Bolj mi je zanimivo to, da folk chatu verjame, ne, ko pa nekdo, ko ga nekje srečamo, nekaj razloži, pa je dosti krat skeptičen. Ne. Ampak gre pa za isto stvar, nekdo mu je nekaj rekel. Ne. Dosti krat si misliš, ta strelja neumnosti, pač samo sebi, veš, tam pri sebi si rečeš, ima ta neki palamudi in ti z njim naprej debatiraš, ampak veš, da palamudi. Ne? Vidiš iz mimike, iz vsega tega, ko vse to povežeš, ugotoviš, oziroma oceniš neko verjetnost, da rečeš, ja, to je nek bullshit. Ne? Veš, mi je pa zanimivo to, da ljudje, za katere se misli, da so ful taki, da se jih ne da manipulirati, prihajajo do tega, da v bistvu chatu verjamejo popolnoma vse. Ne? Veš, popolnoma vse. Ne? In ti ga ne moreš njega več prepričati, da ena stvar, to ni res. On je rekel, to je res. Komunikacija niso samo besede. Ne? Komunikacija je stil. Vse, mimika, pogledi, vse te stvari so komunikacija. Ja. Pri chatu pa nimaš na drugo nanašati tako na besede. On še tako reče, da ti deluje ok, ne? Tako. Je malo, res, po mojem, tudi manipulirajo z... Je pa res, da moraš, vsaj jaz sem tak, da vedno ohranjam neko recimo temu, po mojem zdravo miro skepticizma, da vse karkoli mi reče, že na prvi pogled, okay, ali je to možno, da je to pravilen odgovor, ali ni možno, da je to pravilen. Ja, pa gledeš, to je zato, ker imaš neke izkušnje. Ker imam izkušnje, recimo čez 20 let, zdaj ta mladina, ki nima nobenih izkušenj več. Bo pa absolutno verjela temu, kar je bilo. Jaz sem razmišljal, li zanič. Zdaj imaš dosti direktorjev, ki je recimo upravljajo ChatGPT za odločitve. ChatGPT, to je idealno orodje, da ti lahko sabotiraš neko strukturo. Ti lahko, glede na to, da se model uči na tebi, ne, ti lahko targetirano mu daš take informacije, da uniči podjetje, recimo. Zakaj pa ne? Veš, ta je direktor Volkswagena, sprašuje ChatGPT, dajmo mu take, ne, model lahko ugotovi. In reče, zdaj bom jaz njemu dajal neke informacije, ki se zdijo pravilne, ampak niso pravilne. In čez 5 let gre firma v 3 krasne. Ne? Recimo. Ne? Veš, to je vzadej pol vsega svašta. Ti imaš tam celo statistiko od vsakega uporabnika, točno veš, kaj sprašuje. Ne samo to. Ko ga čez 3 mesece vprašaš, jaz vem, recimo za plošče, tam kaj, ja, imaš Ekler Worm 2, po 4 mesecih ve, da jaz imam Ekler Worm 2, ne? Veš, on ve, da ima to, on se je to navadil. Ne? Veš, on lahko mene sabotira. Ne? Mi reče, dej, naredi to in gre vse 3 krasne. In to mi je zanimivo. Mislim, kaj bo ta folk v prihodnosti, ne? To se ga bo dalo manipulirati preko modela. Ne? Mislim, pa se že danes dejansko lahko ti preko medijev manipuliraš ljudi, ne? Pa jih dejansko usmerjaš. Sej recimo vsaka oseba, ki je javno izpostavljena ali pa na nekih visokih položajih, ali je to politično, ali je to v nekih velikih podjetjih, ne? Mislim, že danes imaš plačane novinarske hiše, take in drugačne, kot dejansko ti grejo sabotirati. Ja, ne, pa v bistvu, zdaj, če si slučajno na napačni strani, ne? Veš, ali pa recimo v nekem trenutku zagovarjaš nek interes, ne, in na drugi strani ni interes, da se to zgodi, ne. Ti pač plačajo par novinarskih vprašanj ali pa nekih medijskih objav, ne, se to se v bistvu v politiki najbolj pogosto dogaja, ne, in pa se to začne mali, ne. Pa ti kot nekdo, ki si observer tega, ne, pa se ne spoznaš, ne. Čuješ enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, ne, imaš določene, rečemo, spletne portale, ki so izključno politično usmerjeni, ne.
Veš, pa sključno izpostavljajo samo ene določene teme, ali pa ene določene posameznike. In vse smo tu. Se ne vem, kdo je rekel, ena znana osebnost je rekla, da ena laž, večkrat jo boš ponovil, bolj bo resnica. Mislim, se na koncu zmagovalec piše resnica. Tisto, ko je napisal, tisto, ko je zmagal vojno, tisto je, taka je bila realnost. Zanimivo mi je videti, pa tako, predvsem po socialnih omrežjih, da ljudje, ki so najbolj sveto prepričani, da niso zmanipulirani, taki so ponovadi najbolj zmanipulirani. Sej, jaz imam to, ti verjameš, točno to teorijo. 100% samo v eno resnico, pol si ampak si zmanipuliran. Ker če nimaš nekega zdravega skepticizma v ozadju in veš, da ni nobena stvar tako perfektna, da bi bila samo ta, je... Ja. To je doskrat bolj problem zaradi ideologije. Ideologije, ja, se to. Ideološka prepričanja. Ampak to nekomu paše, že spet na koncu. Ja, valjda. V bistvu, to je tudi bolj manipulacija. Ne? Recimo teorije zarote, tam je najbolj taka. Dosti je teorij razno raznih. In na eno stran in na drugo. Ja. Ampak imaš ljudi, ki so prepričani v določene stvari, to ni tako, to je to. Ampak to je že spet, ko greš malo pogledat, sej marsikaj ni tako. Ne? Pa vemo, da so lopovi in marsikaj se manipulira in hočejo tega uvaliti, po domače povedano. Ampak to, da je nekdo pa toliko prepričan, da je vse katastrofa in zarota. Tako. Jaz mislim, da je to še večja manipulacija in da nekdo ga je uspel toliko zmanipulirati, da on ne ve več, on ne verjame več nič, ne ve več, kaj je res, ne ve nič. Dejansko je to, ko bi rekel, najbolj zmanipulirana oseba, kar jih je. In nič je narobe s tem, če si v eno smer usmerjena, po drugo smer ali pa karkoli. Bolje narobe, če verjameš samo, da ena stran je 100% vse ostalo je en drek. To pomeni, da nimaš več kritičnega razmišljanja. Sam pri sebi, ti, ko se vprašaš, nimaš očitno neznanja, ne nič, sploh ne veš oceniti več stvari. Tako je nič drugače, pika, to je to. Tako, ja. Ampak to samo zaradi tega, ker mogoče si imel nek šok v življenju, neki te ali prizadelo ali neki in ti zdaj kontra. Kontra, ja. Tako. In nekdo bo to izkoristil, že spet. In te bo pač preko tega manipuliral. Te teorije zarote so dansko lahko tudi realnost manipulacije. Realnost, mislim realnost manipulacije. Se pravi, ti moraš na drugi strani narediti tudi neko strukturo, ki je uporniška neki teoriji, ki na eni strani zagovarjajo, pa moraš narediti drugi pol, zato da dansko imaš zmerom dva pola. Ja, to je stvar ravnovesja. Ni stvar, ker če meni pustiš stvari za zmaga, se stvar prevrne. Ne moreš jih kontrolirati. Vedno moraš iskati neko ravnovesje med zadevo. Verjemi, da unega tam nekega Bill Gatesa in tomu dol visi za unega, kaj piše. On ima svoj plan, ki ga bo pač izvedel tako ali drugače. Ali preko firme, ali preko... Me ne bi presenetilo, recimo, da bi dansko tudi ta ista stran Bill Gatesa financirala teorijo o njemu. To je zato, da dansko ohranja balans. Mislim, folk, ki doživlja svašta, že v navadnem življenju, bi mogel to, ko bi rekel, povezati tudi, kadar imaš stvari na višjih inštancah, kako je. Mislim, če te nekdo zafrkava na eni občini in ti tam dela sranje, in te meče polena in ne moreš dobiti nekih dokumentov ali pa jih dobiš, kaj je šele pol, da si gor nekje, ki si v bistvu na vrhu sveta. Mislim, tam lahko delaš, kar češ. Ni nobenih pravil. Ali je teorija zarote ali ni teorija. Če reče, tako bo, tako je. In tega ljudje ne dojamejo. Mislim, sem pač večji scale. Ja. Večji scale posledic. Oni mislijo, da vse to neki skrivnost, veš, to meni najbolj zanimivo. Ne vem, vedno mi je najbolj fascinantno, kam letijo, kakšne s temi sateliti. Mislim, vedno sem se spraševal, ali bi bilo, ne vem, neki Kitajski ali pa Rusi v interesu, da vsi lažejo. Mislim, verjetno, da ne. Ja, sej to, ja. Mislim, razumeš, kaj hočem reči? To pomeni, da vsi lažejo, po tej neki logiki. To pomeni, da noben ne govori več nobene resnice. Mislim, nekje moraš verjeti, ker če ne boš verjel nič, polje brez veze, da si živ pije. Sem spet verjeti ekskluzivno samo v to resnico. Ne, pač ti moraš oceniti, reči, mogoče je bilo, lahko tudi ni bilo, si rečeš, ampak zdaj, da boš pa ti bil fanatik. Tako, ne smemo verjeti v absolutizmih, moramo verjeti v verjetnostih. Ja, točno to. Ti se moraš
Ni stvar absolutna, ampak je verjetnost, kakšna je verjetnost, da so šli okoli Lune? Tako. Jaz imam tukaj še drugačen pogled, ali meni to koristi ali ne, ali je za mene to ja. pomembno, ali ni pomembno, če za mene to ni pomembno, je za mene čisto vseeno. Točno to, ne. A veš, mislim, za mene ne bo to nobene spremembe naredilo. A so šli, ali niso šli, a so se sam slikali v studio? Mislim, karkoli, vse vseeno. Vedno se moraš vprašati, kaj je cilj, ne? Tudi če se slikajo v studio. Kaj je cilj, ne? Recimo? Z tega, da so se oni v studio slikali. Ena teorija je bila ful dobra. Na Luno so šli zato, da so Epstein file zakopali. Ja. To je bila najjača. Res. Ne morejo vršiti v ocean, tam ne morejo gor leteti. Pa porabiti milijarde dolarjev, da se bo malo pravilo denarja. Meni je to zanimivo. Pri vseh tehnologiji, ki jo folk vsak dan uporablja za to, da je zmanipuliran, ne verjame v tehnologijo, misli, da je to neka tehnologija, ne vem, izvenzemeljska, da ne vem kaj. Mislim, bolj je ta AI izvenzemeljski, ki ga danes folk uporablja, ki niti ne ve, kako dela. Kako dela, ja. Štekaš. Kot ena raketa, ki gre okoli Lune. Man. To se mi zdi še najmanjši problem od vseh problemov. In okoli Lune. Tako da ja, to mi je zanimivo, kako ne znajo ljudje sami sebe vprašati. Nekaj oceniti, pa zadržati to zase. To je stvar kritičnega razmišljanja, ki ga dobivaš v šoli, srednji šoli, na faksu predvsem. Šele na faksu, po mojem, priješ do nekega... Sam jaz mislim, da v šoli ne dobiš kritičnega mišljenja. No, v šoli, osnovni pa srednji, pa tudi neki, no, tudi neki. A veš, tudi tam te vpraša, kaj misliš to, kaj misliš uno, učili smo se to, kako misliš, da je to. A veš, v tem smislu. Jaz mislim, da v šoli je vse... No, v šoli niso, tam mladi, mogoče večina ni toliko zainteresirana, ampak dobiš nek način. Common sense. Ja, tako. Ti sploh za kritično razmišljanje potrebuješ nek nivo znanja. Ne moš ti kritično razmišljati pa brez znanja. Veš? Nisem nikoli hodil v šolo, ampak jaz kritično razmišljam. Na osnovi česa ti kritično razmišljaš, če nimaš nobenega znanja? Če ti nimaš znanja, kaj se... Ja. Veš, ne veš, kaj se je dogajalo v preteklosti, da lahko po nečem sodiš, kaj se lahko zgodi zdaj ali pa v prihodnosti. Veš? Jaz mislim, da je tako. Ne moraš biti v nekem krogu ljudi, ki tako razmišljajo, ki pač te nekako pripeljajo, tudi se nekaj naučiti, dobiti neko predznanje, da lahko pol kritično razmišljaš. In zato mislim, da šola je ful vredna, čeprav danes pač ta neoliberalizem, karkoli že promovirajo, da mora biti vsak podjetnik in to, in da šola nima smisla in da pusti šolo in začni se odpri svoje podjetje. Super, da odpreš svoje podjetje. Super, da se tudi učiš drugih znanj. Seveda se moraš naučiti stvari, ki šola ti ne da vsega, ne? Ampak šola je tudi ful pomembna, ker ti da neko usmeritev, ti da neko osnovo za to, da na kateri lahko sploh rasteš. Ker če nimaš nobene osnove, nimaš kam iti. Točno to. Recimo zdaj za mlade, zdaj naj bi se septembrom učni sistem pri nas začel spreminjati, to sem nekaj zasledil. Ne? In mi je bilo v bistvu zanimivo, da dejansko mladi nimajo več zanimanja. Ne? Se pravi, nimajo smisla, po domače povedano. Se pravi, vse, kar dejansko se tam učijo, nimajo smisla. Se pravi, ne vejo, zakaj bi se jaz to zdaj učil, kaj bo meni tole koristilo, kaj bo meni matematika, kaj bo meni zgodovina. A veš, tudi jezikovni problem je v bistvu ni postal več tak problem, zaradi tega, ker ti že vse skoraj generično prevaja. Ker ni to žalostno. No. Mislim, ker ni žalostno, da nekoga ne zanima zgodovina. V bistvu to je še največji problem. To je še največji problem. Zgodovina je stvar, ki ima največjo vrednost od vsega. In meni recimo je zanimivo gledati te razne stare, kaj je bilo, ne vem, Babilons in to je dosti krat gledam, recimo, kakšne. Ne razumem, kako nekomu to ni zanimivo. Ne? Pa še druga stvar, kako ni folku zanimivo pogledati v zrak zvečer. Ne? Pa pogledati zvezde, recimo. Ne? To sploh ni zanimivo. Mislim, to meni nikoli ni bilo jasno, kako si lahko toliko retardiran, po domače povedano, da ti najbolj osnovne stvari obstoja niso zanimive. Mislim, hodi se ubiti. Veš, po domače povedano. To že ni politično korektno. Kaj da rečem? Če te ne zanima nič. Marino je dal point. Where is the point? Ampak je to, nekaj si rekel, ne? Če to malo filozofsko obrnem, recimo, če hočeš biti na vrhu hriba in uživati v razgledu, moraš tisto pot narediti do vrha. Tako, se moraš potruditi, da prideš do tja. Ne? In danes tega... Da te prekine, razen če imaš starše, ki imajo denar in te gor peljo s helikopterjem. Ja, ampak... ampak pač, v tem smislu. Pač moraš iti čez neko izkušnjo in je
v tem kontekstu se mi zdi, jaz sem se pred leti, sem že enkrat na internet, ne vem, mogoče na Facebook napisal, kaj je bolj pomembno, pot ali cilj. In full folka so imelo različne odgovore, jaz tudi takrat nisem vedel odgovore, ne? Ampak dejansko je pot bolj pomembno cilja. Cilj ti da usmeritev, ne? Cilj je full pomemben, ker ti da usmeritev. Ampak na poti si ti učiš, na poti ti napreduješ, na poti ti dobivaš izkušnje. In tudi, če ne prideš do cilja, če prideš do polovice poti, ampak še vedno si dobil neke izkušnje, da si prišel do polovice poti. Še vedno lahko na polovici poti daš nov cilj. Tako. Rečeš, ne gremo na Celjsko kočo, gremo tam nekam desno. Ne? Tako. In še vedno si dosegel, kar si hotel. In to je to, ko si ti rekel, zakaj mladi ne vidijo pointa, zakaj bi se jaz to mogel učiti. Ni poanta v tem, zakaj bi se ti mogel učiti. Poanta je v tem, da boš, ko se boš učil, dobil neko znanje, katerega boš lahko uporabil kjerkoli drugje. Boš ti napredoval, boš ti rastel, boš ti prišel naprej. Jaz mislim, da je smisel kar fejs pomembno. Seveda je smisel pomembno. Zato, ker če nimaš smisla, sploh ne veš, zakaj bi se zjutraj vstal. Smisel je cilj danes. Smisel je lahko v bistvu notranji vzgib, notranji interes, ali pa smisel je lahko tudi cilj. Ne? Se pravi, da ti nekdo pove, kaj boš ti imel od tega, kaj boš ti od tega pridobil ali pa karkoli. Se pravi, nek smisel, ne vem, zakaj bi pa to moglo biti tako. Ne? Zakaj bi moglo biti igrišče tako urejeno? Ne vem, zdaj se spet vračam nazaj. Ne? Ampak zakaj? Ja, zato, da si koleno ne potočeš, ne? Tako, da nisi poškodovan, da si lepše igraš, da imaš boljšo izkušnjo. Ja. To, ne? Recimo, ne? To je recimo eden izmed primerov. Ne? Isto je lahko pol zakaj bi pa moglo biti to orodje tako narejeno. Ja, zakaj mora biti varno, pa zakaj? Ne? Zato, da ko pride do odgovornosti, da je znaš prevzeti. Lahko pa naslednjič probaš za igrišče, probaš drugega zornega kota. Namesto da rečeš, dajmo to zdaj zrihtati zaradi tega, pa tega. Dajte mi povedati, a bi zrihtamo to igrišče ali ne? Ja, zakaj pa bi vi zrihtali igrišče? Naj oni sami pridejo do rešitve. Kot če GPT da so obnašati. Ja, in pol jim rečeš, pol jim rečeš, ok, za to, da zrihtamo igrišče, kaj mislite, da bi mogli tukaj narediti? Se opravičujem, imate prav. Ja. v bistvu bi mogli biti oni ChatGPT, jaz bi mogel pa postavljati vprašanje. In ne postavljati trditev, ampak postavljati vprašanje, da jih challengeaš, da oni sami pridejo do rešitve. In ko oni sami pridejo do rešitve, bojo sami našli smisel v temu, da bojo pol to se v bistvu res, ne? Veš, oni bojo pol takrat razmišljali o tem, kako bojo prišli od dna na vrh. Ne bojo začeli na vrh, ampak bojo začeli z dna na vrh. Vedno si se naučil na posledicah, ne? Tako. Ti bi mogel reči, vi pripravite igrišče in pol boste igrali 12 ur. In če bojo prišli dol z potovčenimi kolenmi, boš rekel, igrišče ni prav narejeno. Lahko pa začneš sploh na začetku. Vi igrajte 1 uro, jaz vas bom pogledal. Ne bomo nič rihtali igrišča. Vi igrajte 1 uro. Ti se moraš na posledici naučiti. Ne? Ja. Mislim, ko bo nekdo si potovko noge, bo rekel, tle pa rabiš še dati 20 cm umivke. Ne? Ja, zdaj odkje bomo dobili? Ja. To je pa vprašanje za ChatGPT. Pa ni. Pogledaš igrišče, pa vidiš, tamle je malo večji kupček, se pravi, tja se je skrila. Kako je porazdeliti? Tamle je šla zdaj v travo noter, zdaj, ker smo jo raznosili. In na začetku se bojo naučili lekcije in pol naslednjič, vsakič bojo točno imeli to lekcijo v glavi, ker bojo to ponavljali, bojo pač vedno isto naredili, ne bo treba več motivacije, ne dejte vi dva nehite se pogovarjati, dejte kaj narediti ali pa nekaj v tem smislu. Ampak kako bomo, sploh, zakaj bi to naredili, kako bomo to naredili, itak, mislim, od samem si nekaj knjiga Start with Why. Zakaj bi to naredili? Zato pa to, super, evo, pa imamo že smisel, že razlog. Jaz mislim, da je mogoče že pri mladih to težava, da je čist preveč vprašanj, ne? In motivacije niti za vprašanja ni. Ne? Se pravi, zakaj bi... Za motivacija, to sem pa tudi se naučil, ne? Mi mislimo, da mora biti najprej motivacija, da gremo v akcijo, dejansko pa ti motivacijo dobivaš iz akcije. Ti moraš iti najprej v akcijo, da dobiš motivacijo. A veš, kaj mislim? Ja, verjetno, da res. Ja. Ker ti na začetku mogoče niti ne veš, kaj bi rad. Mogoče je na začetku malo motivacije, ampak motivacija ni večna stvar. Ti motivacijo dobivaš polko akcijo. Recimo ti na začetku nisi vedel, kako daš boš prišel po podcastih. Ti si rekel, ok, gremo narediti podcast. Bomo pa videli, kar bo, ne? Ampak vsakeč, ko narediš novi podcast, ki ga objaviš, doživiš nek občutek motivacije, verjetno. Tudi kot ti folk kaj napiše. Nek nov občutek motivacije, kad se ti gradi, ki te pol builda za to, da narediš naslednji korak. Ne, v tem smislu. Isto je meni, jaz vem, ko grem na Šmarno, recimo. Mislim, samo recimo, to je že, mislim, vprašanje smisla sem že jaz rešil.
recimo to, ne, se pravi, vprašanje smisla tukaj ni več. Jaz nisem stvar smisla, stvar motivacije tudi v končni fazi. Ne, mislim, ko imaš smisel, imaš tudi motivacijo, pola, ne, ker veš, kaj moraš narediti. Ne. Se pa v bistvu te feedbacki, ki prihajajo naprej, nazaj, ne, to so v bistvu samo potrditev nečesa, da si v bistvu na pravi poti, ne. In potem v bistvu samo pot nadgrajuješ, ne, zato, ker vsakič dobiš neke nove feedbacke, neke nove informacije. Veš, v bistvu ti samo smisel dopolnjuješ, samo smisel v bistvu večaš, ne, v bistvu mu daješ večjo podporo, ne. Tako da v bistvu tu motivacija, jaz mislim, da je smisel tiste glavn. No. Pa tudi recimo v osnovi se mi zdi, da v prihodnosti bolj, ko bo tehnologija povzemala vse, se pravi, reševala probleme, ko bojo bazični, ne, oziroma pač, ko bojo v bistvu avtomatično enostavno rešljive, ne, večjo težavo bomo mi kot ljudje imeli z smislom. Ne. Zakaj bi pa je še nekaj? Sam smisel je zakaj, ne? Zakaj bi sploh to naredil? Ne? Smisel je zakaj, ne? Cilj je kam? Ne? Kam moram jaz prideti, ne? Zato da dosežem ta zakaj. In cilj je v bistvu že tudi, kaj moramo vse narediti. Ne. Kako, pot je pa kaj moramo, oziroma kako bom prišel. Pot je pa kako, a ne? V tem smislu. Ja. Ampak ti se na kako največ naučiš. A veš, kaj ti hočem reči? Ker ti ko veš zakaj, cool, to je nek smisel. Ne? To bi da rad dosegel. Ne? Kam jaz moram priti, da to dosežem? Ne vem. Recimo pri meni je Šmarna gora. Ne? Jaz bi se rad ful dobro počutil, ful bi rad bil fit, ful bi rad to, ful bi rad uno. Kako bom to dosegel? Lahko bi hodil vsak dan na Šmarno goro. Super. Kako bom hodil na Šmarno goro vsak dan? Ja, pa ne vem, bom pač šel po eni poti, pa bom videl, mogoče pridem gor, mogoče pa ne. In tam se naučim najti pravo pot do vrha. Ne, v tem smislu. In pol naslednjič bom vsakič vedel, prava pot do vrha je pa tam. Če pa ne bom našel prave poti, se bom zmotil, bom naredil napako, ljudje se tudi napak ful bojimo, se bom pa naučil, to je napaka, to ni prava pot, mogoče prava pot pa na drugo stran, če se obrnem v drugo smer, pa grem po drugo smer. Se več o medveda in je gotovo, da ni prava pot. Ja, recimo, ne. In pol sem se naučil... Zgubo motiv. Ne, pol sem se naučil, tudi ljudje imajo strah pred tem, ker se neka objava naredi v Kozjem, so srečali na Smrkovcu, so srečali medveda, noben ga ni več gorjali. In pol sem se naučil, ko sem srečal medveda, sem se pol naučil, da moram vedno nekoga vzeti s sabo, ne? Ker srečaš medveda, ni treba, da si full hiter, pomembno, da si hitrejši od unga, ki je s tabo. To je glavna stvar. In to je tudi ena lekcija. V bistvu še ena boljša lekcija je, ko srečaš medveda, enega, ki ne ve hoditi, bi ga peljal. Še večja lekcija je, če srečaš medveda, teči navzdol. To vem, ja, ne mara, ja, to pa vem, ja, to pa ne mara. Najti navzdol. Če si šel gor, boš dol. Medvedi, a bomo mi končali, ali bomo mi to tako še... Koliko ura? 7 pa 23. Nismo. Tako da vse gre v singularnost. In to je to. Vse bo šlo v singularnost. Singularnost je najboljša tema. No, to pa lahko za naslednjič ohranimo, da ne bomo zdaj celega interneta tu predebatirali. Kaj bomo pol naslednjič? Bomo tiho se bomo gledali. Okay? Ja, pol bomo že imeli čip v glavi in bomo med sabo... Pa moramo se zmeniti za neke znake, tako da ko hočeš končati podcast nekaj v smeru. Ja, to nekaj, veš, tako kao... za usili, veš, da ne bo glih izpadlo očitno. Veš, ja, se hitro, se v bistvu imamo res tole že zelo 2 urce. No, vidim. Kaj že 2 ure? Okay. Ja, 2 urce. Se vem, da mi bi lahko jaz bi tudi lahko debatiral še kar naprej. Ne, se moramo enkrat malo zaključiti, da v bistvu zelo zabavno. V bistvu smo šli kar na floti, ali? Pa smo se ful spraševali, o čem se bomo pogovarjali. Mi nimamo nikoli teh težav. Se vidi, da smo bili dosti po kafanah. Tam so bile vedno random debate in vedno si debatiral par ur. Zakaj ne bilo tole? Jaz mislim, da je kar takle pravi tempo. Notor skupino bomo nametali teme, kjer bomo odpirali, tako da to je to. Ločno. Cool.